Začenjamo novo epizodo podcasta Brez dlake na jeziku, kjer danes gostim eno zelo, zelo posebno, unikatno in univerzalno dekle, ki sliši na ime Alekseja. Ja. Bolj znana je kot Miss Sin Kant, torej kraljica greha. Kako bi Kant prevedla? Kuntovska. Koga? Kuntovska. O tem bomo razpravljala kasneje. V glavnem, ona je svetovna prvakinja burleske. To zdaj ni tista burleska, ki ste jo vi navajeni iz filmov Stenja pa Olja. Ne? To bomo mi zdaj razpucali, kaj pri milem Bogu je ta burleska in kakšna je dejansko razlika z erotiko, povezava s kabarejem in tako naprej. Se pravi, z nami je punca, ki skrbi, da ta umetnost ne izumira v Sloveniji. Ne? To mene zelo veseli. Kaj počne, kaj vse dela, s čim se ukvarja, kadar ne pleše, ne? In koliko moških in žensk zmeša s to svojo vročo, seksi in erotično upravo, ne? S katero nenehno provocira tudi na družabnih omrežjih. Zakaj se meni jezik zapleta, ne vem, to bomo ugotovila skozi čas, ker res kot velik profesionalec se mi to ne bi smelo dogajati, ne, tako da ne vem, kaj pri milem Bogu je. Zdaj, predno se bomo zapeljali v tale pogovor, vas moram okregati, ne, da premalo všečkate moj fucking kanal. Ne. Ugledov je veliko, ampak všečkov kanala je pa zaenkrat premalo. In prosim, klikite na fucking subscribe gumb, ne, kako se reče to po slovensko? Naroči se? Ja, v glavnem, no, dejte se naročiti na kanal, ker dogaja se velika norija in da ne bi da kaj zamudili, je fajn to narediti. Ne. To sem se prvič rekel, veš, odkar imam podcast, da se ne naročim. Uradno? Ja, nisem hotel. Ne. Zdaj pa, draga moja Miss Sin Kant Alekseja, kako bi te zaklical? Te kličem lahko Kant ali Sin ali Miss, kaj kurac, kako te ne kličem? Tako bom rekla, večino grem samo kot Miss Sin. Miss Sin, Tako. Torej Miss Greha. Tako. Kako si zdaj ti to predstavljaš, da mi je zdaj tebe klical greh? Ker ti si poosebitev greha, ne? V bistvu, če gledamo tako. Ne? Po eni strani, ja. Mislim, vsi umetniki imajo mogoče tista umetniška imena, tako imam tudi jaz. Večina tudi vsi v poklicu burleske si potem izmislijo nekšno ime. Jaz sem prišla do tega. Zdaj pa kako me kličejo, pa tako res, eni me samo Sin. Eni me kličejo Miss Sin ali pa kar celo ime, včasih domači seveda po mojem imenu, ampak kako s kateri želi, všeč mi je, da si kaj izmislijo svojega tudi. Mama te ne kliče Miss Sin? Ne, mamica pa me ne kliče. A ne? Kaj pa ati? Tudi ne. Tudi ne? Tudi ne. Okay. Kaj pa, mislim, fanta, imaš kakega zdaj? Ne. Ne? Pa, ko si ga imela, te klical Miss Sin? Ne, ker te še pa nisem imela imena. Te še nisem bila tako daleč, tako da. Kaj te klical Mucika, Štrukliček, Miškica, kak te klical? Kako me je te klical? Ja. Vse se ne spomnim, ne? Zato pa nista več skupne. Ja, ampak če tole gledam, predno te vprašam, te tvoji statuji, kaj hudiča, imaš to vsega Boga, imaš gor na sebi? Ja, vem, ja. To si sama delaš ali hodiš kakšnim profesionalcem? Hodim prav tatovarju, je večina, je on naredil, so pa pač kosi, ki so meni zelo všeč, oziroma meni blizu. Ne nazaj, da bi imeli neki, ne vem, kako globoki pomen, ampak pač, ne vem, no, meni je ta Eat Me Out, ta mi je všeč, ne? Ta, evo, tu Eat Me Out, tam je všeč, ne? Kaj pa ta mati pomeni? Mati. Vsi moji prijatelji te kličejo mati? Mati, ja. Zakaj? Ker imam tako materinsko dušico. Tako vedno gledam, da so vsi če si Miss Sin, pizda, kje si zdaj to pobrala? Jaz sem zelo več sloveslom kot samo enega, tako bom rekla. In sem pač do vseh prijateljev, bližnjih, takšna, ne vem, zelo ljuba. Pa to kaj še imaš? Še več imam. 4, kaj dobiš je head, kva? Someone had to be the hot ex. Aha, to je ta bivši, ne? Tu na dekolteju gor imaš pa kaj? Zajce. Zajce, samo neke take bizarne zajce. Ja, okostja. Ok, v glavnem ti Sin, ne? Zdaj pa ti meni povej, ne? Jaz sem na tebe naletel, mislim, da prvič, v živo smo se videla, da že ne? Ja. Kje, na sejmu? Ja. Erotičnem sejmu v Celju. In smo s tabo intervju, ali kaj? Ja. Pa pizda, veš, da sem vedela, da ste ti, ne? Ampak čakaj, bile ste 3 takrat, ne? 3 smo bila, ja. Pa vse ste bile neki feministično naravnane takrat, ne? Ja, ste še, ali? Pa ja. Še vedno? Mislim, ja, narči smo to. Za določene stvari definitivno še vedno bom imela feministični pogled na to. Mislim, z mojim poklicom malo spada zraven, ampak do določenih pogledov pač
ful odvisno od česa, pač jaz nisem ona feministka, ki bo tako vse proti moškim, pa ne vem kaj vse, to se meni ne da. No, to se ti ne da, ok, dobro. Pač to mi je ono, ne vem, feminizem kot samo po sebi je vedno bilo, da je enakopravnost oziroma da je tisti balans, da imaš, v nečem boš ti boljši, v nečem bo moški boljši, pač enostavno. To je moj pogled, ampak sem pa za določene feministične poglede, kot pa pač, kako se jaz oblačim, kako se jaz obnašam, nima čist nič veze z moškim, ni zato, da bom moškim ugajala, ni zato, da bom ne vem kaj, dobila nekšno reakcijo od moških, to pa ne. To pa bom strogo feministični pogled imela, to jaz delam za sebe. Mislim, ne bom ti ugovarjal, ne? Ampak na sejmu si takrat, to je bilo kaj 2 leti nazaj, če se ne motim, ne? Tam nekaj, 2 leti. Zdaj ga ni bilo, ne? Pa kot kaže, ga sploh ne bo. Ampak kaj si takrat počela? Si imela na odru predstavo, nastop, performance? Takrat sem bila na modni reviji. Te sem bila kot model. In jaz sem te tam ujel in smo imela... Tako. Če smo se pa imela, takrat se spomniš kaj? Jaz se namreč ne. Ne. Pač pa vse smo malo med sebo govorili, tako da sploh ne vem. Drugi ste v besedi skakali. Ja, točno to. Pa veš, da si zdaj, ko sem razmišljal, če smo se videla, sem se prav zdaj spomnil, in veš, da si mi bila v tistih treh, si mi bila najbolj simpatična. Res? Zato si zdaj tu, ne? Z drugi, jaz sploh ne vem, kje so, ne? A veš, ne? Dobro, pustimo. V glavnem, sin, ne, gospodična sin, ne, zdaj pa takole povej, ne, kar direktno, ne, kaj pri milem Bogu ti dejansko na odru počneš, ker tisti, bom rekel, nekdo, ki gre gledati tvoj Instagram, pa storije, ker ti si zelo pridna in to veliko objavljaš, mu ni najbolj jasno, kaj se zdaj vi greste, ne, ali je zdaj to erotika, je pornografija, je striptease, je neka mešunga, kaj počnete? Evo, to mi se razloži. Zdaj, jaz osebno se ukvarjam z burlesko, pa z dragom. Zdaj, če gremo prvo na burlesko, kaj je moja osnova. Burleska sama po sebi izhaja iz teatra. Torej je notri lahko petje, igranje, je tudi element striptisa not, ampak nikoli nisi popolnoma slečen, ne. Vedno je neki element za zakritost. Tudi noti so razne akrobatike lahko noter, plesne točke, kajkoli. Se pravi showtime. Je malo namirano na tole erotičnost, zato ker samo po sebi je burleska pridobila glih to občinstvo potem, da moški so prihajali ogledati si. Ampak ne bi pa rekla, da je samo to, zaradi tega, ker ti se ne rabiš pri burleski sleči, če se ne želiš. Ti lahko delaš res, kaj želiš. Lahko se pa, če bi želel. Če bi želel, se lahko. Tako da čisto po želji. Pa ti ne želiš? Jaz se. A ti se? Jaz se. Pa to mi povej, ja. Jaz se. Kdaj imaš nastop, da grem pogledati? Imam dosti nastopov, zdaj odvisno, kdaj želiš gledati. Na tematiko. Povej naprej. No, to je kot osnova pač kaj je. Jaz večinoma na kako tematiko potem, tako sem zdaj glih omenila, plešem kajkoli, pri meni je pač glavno res ples, pa potem pač striptease. Ja, ampak če prav razumem, ne, gre, ko si videla te tematike, pa drag shove in tako naprej, dejansko ti si izbereš kaj, ne vem, neko temo, ne vem, je to film, grozljivka, vem, da ste naredili tudi tole parodijo na musical Chicago, ne, kaj je bil, koliko je bilo? Queerkago, ne, se pravi Queerkago, ne, vrhunska ideja. Dejansko ni to, kar bi zdaj neki gor prišla, pa neki ples ali neki tralala, dejansko imaš prav, ampak te tematike, rečemo, kjere so te tvoje priljubljene, da jih upeleš noter. Jaz, tako kot si omenil, grozljivke obožujem. To se ti vidi, ja. Vse, kaj je pač malo bolj creepy, scary, ful vzem. Me sta takle malo, kaj govor, malo me je da ta strah. Se ful, ne vem, najdem se v tem, jaz osebno. Drugače pa ful, kakšni filmi, že kakšni music videi me inspirirajo, določeni artisti, tudi druge burleske zvezde gledam, kaj imajo inspiracijo. Moji učitelji, ne vem, ful najdem inspiracije, res. Ti, ampak, no pa če vprašam še bolj konkretno, kaj konkretno na odru se potem dogaja, prav ono, če gremo v bistvo, kaj? Jaz vedno rečem, da je tako, kot da bi povedala eno zgodbo. Torej, potem neke vrste jaz se vedno predstavljam kako koreografijo, ki je povezana potem z to zgodbo in da tudi slačenje je potem na nekaj, ni samo slečem se, ampak je ta tisto tematiko, je potem malo prikazano. Zdaj, če bom kaj bolj elegantnega naredila, bom si bolj počasi slačila, kajkoli. Če bo zdaj pač neki bolj horror, si strgal stvari, pač da je vseeno na tematiko, da ni zdaj samo, joške ven in to, ne. Da je vseeno neka povezava med vsem, to je meni glavno. Da je res ona zgodba, da začutiš nekaj, da si tak,
pa to je šov, nisem samo zdaj prišel gledati, kako se nekdo razgalja ali pa kajkoli, ampak da si res prišel pogledati en dober šov. Ampak če te prav razumem, ti si lahko na odru sama ali pa imaš to svojo ekipo teh svojih, kako se imenuje? Z dragicami. Takih House of Sin, ne? Ne, mi smo House of Kant, sem jaz House of Kant. Smo prav zraven, ampak jaz imam drugače tudi Hall of Sins, kjer pa imam vse umetnike, torej tudi fotografe, modele, muzikante, vse. Celo to družino, zato si mati, ne? Zato si mati. Aha, no in recimo, ko si ti sama ali pa ko vas je več, kaj dejansko je poanta, kaj, ko si sama je kaj? Ko sem sama, je ful več te interakcije z publikom. Aha, vključiš not. Ja, grem pač takrat, vedno je nekdo v teoriji s teboj, ne? Ja. In pač potem z publiko probam malo bolj interaktirati. Ko pa je zdaj nas več, pa večinoma je prav neki šov, kot je bil Kverkago varianta, smo imeli backup dancere, glavne vloge, stransko, da si pripravo sceno, kajkoli. Teda, lahko mogoče na malo višjem nivoju narediš, ko je nas več, seveda, ker se pač delo razdeli med sceno. Pa čekaj, to so te, bom rekel, dragi, to so pač moški, ki se naštimajo v ženske, ne? To sem videl. Koliko imaš te ekipe? Koliko vas je? Nas v družini je 11. 11. Ker to zgleda, mislim, to, ko sem malo gledal, to zgleda zelo odštekano. To zgleda zelo, ne vem, če poznaš Johna Watersa, režiserja. Znano mi zveni. Ko je imel film Pink Flamingos in je bila tam tale transvestit Divine, najbolj znan vseh časov. In ko se gledam, me prosto spomnil na ta film, te vaše norije, ki jih gor počnete, bizarne, ampak hkrati zabavne. Ne? Ampak res mi je interesantno, kako pa ljudje to, mislim, kakšna publika prije to gledati, ker danes moramo vedeti, imaš še vedno ogromno ljudi, ki bi vas na grmadi se žgali, predvidevam. Ne? Ja, definitivno. Mislim, pridejo večinoma res ženske oziroma člani LGBT. Aha, to je ciljna publika. Je večinoma ciljna publika. Mislim, bom rekla, da se mi zdi, da se širi sicer, pa da pridejo tudi izven tega pogledati, ampak je pa še vedno v večini pač res. Pa ti je to škoda, da ne pridejo tudi ostali ljudje pogledati, ali ne? Mi je škoda, da ne dajo priložnosti pogledati. Pa česa se bojijo, kaj? Teh moških, ženskih? Po mojem, da ja. Pa zakaj? Ne vem, zato ker po mojem, da imajo podzavestne problematike sami sebo, ker sama po sebi je šov. Tako da bi šel, ne vem, kajkoli gledati, greš teater, film pogledati, isto zadeva, ne. Tako da se mi zdi, ne zdi se mi sporno, bi si želela, da bi dali več prilike k temu, ampak... Ne, sam me pa čudi, če gledam, recimo, moška publika, bi ja mogla iti pogledati punce, recimo, lušne, z tega vidika, pa tudi ne pridejo. Ja, to pa ne vem, to pa ne vem. To mi pa ni najbolj jasno zdaj. To že pri burleski sami po sebi, tudi ko imamo samo klasični burlesk, ko smo pač ženske po večini, ne prijajo ženske gledati. Pa kaj fora to? To pa res ne. Ne, pazi, to pa moramo razpucati zdaj, ne? Ne vem, po mojem jih je malo sram. Ampak zdaj recimo ta hip, ko te moški tu zdaj gledajo, recimo, ne? Nimajo želje te priti pogledati na oder, pizda, kaj? Ne vem, to pa res. Ne vem, ali jih je sram, pa sram česa, sram? Ne vem. Ali pa da mislijo, da bo ne vem, kaj se zgodilo. Ne vem. Mislim. Ne vem, če se jih je strah. To je komentar, ne zapišejo, če se jih je strah. Ja, ampak se prav hočeš reči, da so ženske v Sloveniji bolj odprte od moških. Res? Definitivno. Pa vse vidijo to kot umetnost, pa prija tako, ja, to bom prišla pogledati. Tako da greš v muzej gledati galerijo. Moški pa tako, ne vem. Ne vem, po mojem, da moški, če bi bila intimna zadeva, takoj so tak ampak ko pa tak, da bi šel ti ven, jaz sem šel kupiti karto, da grem gledati ta šov, pa to pa malo preveč zdaj. Ne vem. Kaj pa pari tudi ne pridejo? Pari pridejo. Pari pa pridejo, ja. Aha. No pa preko si omenila to svojo goloto, ne? Ti se kaj do golega se slečeš na odru? Ne, zgoraj brez? Zgoraj so vedno nipple pasty, spodaj so pa gatke, tako da nikoli več ne gre. Aha, čekaj, nipple pasty, to so kaj, tiste na bradavičkah, tiste kaj? Tako, se vrtijo. Aha, in potem se premikaš in se vrti okrog. Tako. Bravo. Pa imaš različne barve tega? Ja, seveda. Aha, pa kako pa, mislim, to se moraš naučiti vrteti tega hudiča? Pač ja, vse je v kolene. Kako s kolenami. Mislim, moški lahko se dajo tudi gor, pa se vrti. Čekaj, kolena migaš gor, se pa prijoš, kako se pa to vrti? Tako. Čakaj malo. Ja, zato pa lahko tudi moški, pač ne rabiš imeti joškice. Ja, sem mislim, kako se tu premika, če tu premikaš? Ja. Telo se celo premika. Zdaj si me zmedla, ne? Ja, se pravi, bistvo je v kolenih, je bistvo vsega. Bistvo je v kolene. Viš, mene pa kolena bolijo, zato pa se ne morem tega iti. Daj mi še to povej, no. Takle, recimo, ko te gledam, pa ko te spremljam, ne,
Kdaj si, bom rekel, to je klasično vprašanje, ampak je vse interesantno, ne? Kdaj, ne vem, si začutila vse to željo po tej noriji, temu ekshibicionizmu, temu nastopanju, temu odklopu, če rečem tako, ne, zdaj se rodiš s tem, si že bila kot mala punčka, si ne vem, kradla mami tiste ta čudne šminke. Odkot je to v tebi se prebudilo, da si pač to začela početi? No? Mislim, jaz plešem že 19 let. Koliko si stara? 26 bom. Pri 7 letih sem začela plesati. Bravo, okay. Ples je vedno bil del mene, pač nisem mogla nehati. Mene je ata prijavil v plesno šolo, zato ker sem norila po celi hiši, pa je bil tak, ok, idi v plesno šolo, pa daj tam si duška. Tako da ples je bil del mene vedno. Po mojem, da sem se rodila, pa sem plesala. To, da pa sem v to smer šla, pa se mi zdi, je bilo vedno del mene. Meni je bil vedno všeč ta sex appeal, meni je vedno bilo to ženstveno všeč. Stari Hollywood je mene čist, Marilyn Monroe, vse to je bilo meni vedno... Se je tam izvira, po moje, te tvoje... Prihaja. Tako da mi je vedno bilo ful fascinantno. Potem pa je bilo tako, ne vem, dobrih 13 let sem tudi tekmovala prav v hip-hopu, kaj je bila moja prva. Hip-hoperka si bila, zato imaš ta kolena, tako dobro razvita, ne? Ok, dobre. In sem tekmovala, bila na raznih nastopih, ampak po enem določenem času se mi je zdelo, kot da več se nisem jaz razvila kot oseba. Da ni bilo to več to, nisem več onega veselja čutila in sem eno leto nehala čist s plesom. Pa ful mi je manjkalo, ful taka depresivna, slaba, ne vem, slabo obdobje je bilo za mene. Potem pa sem en video videla o burleske in sem bila tako, to sem čakala moje celo življenje, to je točno to, kaj sem jaz iskala. In potem sem šla raziskati vse, kaj imamo opcije v Sloveniji, da se naučiš, da lahko nastopaš. In sem potem šla po pot. V Sloveniji vem, da obstoja nekak ime Urška, če se ne motim, ne? Ona ima taka, kak ima ta... Glam Squad. Evo, Glam Squad, tam mislim, da je ena prvih pri nas, ki je to začela. Zdaj naslednja si pa ti, ne? Pa se pa nehal, kaj? Mislim, da imamo več učiteljic v Glam Squadu, tako da imamo, če se ne motim, smo zdaj pri 3 učiteljicah v Glam Squadu, ampak je pa res v Ljubljani potem to, ne. Jaz sem imela potem svoje tečaje, ko so tudi v Mariboru bili, ampak ni toliko razvito še. Ne. Ti kaj pa, recimo, hodiš taka tudi drugač, privat, v trgovino, taka tudi, ali si zdaj pač prišla za intervju? Mislim, moj stil je bolj alternativ, sem malo ekstra, mi vedno reče, to sem vedno. Vintage look, sem večinoma pač za kakšne performance ali pa kaj, ampak ekstra pa sem vedno. Pač jaz grem v Lidl taka. Greš? Ja. Kaj pa v Hofer? Tudi. Mercator? Tudi. Tuš? Tudi. Se pravi, ni da ni. Ni da ni, še na tržnico grem. Še na tržnico. Pa kaj pa ljudje, ko te vidijo privat, ko greš recimo podobno oblečena kot zdajle, kaj rečejo, čuješ kakšne komentarje, poglede? Mislim, seveda vsaka, po mojem, alternativ oseba lahko reče, da dobi one poglede, pa dobiš ni pust, Halloween, čarovnica, pač vsake komentarje, sem pač meni je ful vse. Pa me čuješ to, da se prav za tabo govorijo to, ko greš? Pač tako otroci, otroci kar rečejo, ker oni tak nimajo, zlake na jeziku, ne. Tako da, ampak starejši pa se po mojem misli, vse vidiš po pogledu, takoj kaj se je. Zato moram reči, da tudi dobiš ful lepe komentarje, pa lepe komplimente, ne. Ni samo slabo. Kaj pa ko si doma privat, ko nisi na odru, ko nisi Miss Sin, ko si Alekseja, ne? Tako. Kakaj si pa takrat, mislim, v narekovajih normalna, znaš biti, ali moraš vedno biti nekaj ekstravagantna, tudi ne vem, ko se usedeš doma v trenerki pa gledaš film. A se zrihtaš tudi takrat, ali mislim? Se zrihtam dosti krat, ker pač, ne vem, ampak imam tudi čist chill dan, kot brez vsega, v trenerkici. Se pravi, si tudi taka lahko? Ja, seveda. Pa kak se pa takrat počutiš? Tudi isto. Isto? Ja. Ti kaj imaš pa to v nosu, gor vidim? Piercinge. Ja, pa kaj imaš to, čakaj? To imaš kaj, tu imaš pa? Tu pa tu. Pa res? Če imaš ki druge piercinge? Je v uhah. To vem. Na kakih posebnih mestih? Ne. To pa ne. Zakaj pa ne? Če se ne vidi. To je, kaj moraš vse, kaj imaš, moraš kazati, ne? Kaj pa tatuje, imaš kje razporejene, še koliko se ne vidijo? Po celem imam. Kaj imaš pa tu od spodaj, na tem Venerinem grmičku, kaj imaš? Tudi. To pa ne povem. To pa naj tisti, kaj bojo blize. Imaš moje ime slučajno? Kaj čakaš? Bom šla napisati na tatovero potem. To je dress code, ne. Vsaka goste, ko prije, mora imeti to tetoviran. Če ne vem. Ja, ne vem, to se nismo znala. Ok, dobro. No pa, če še malo ostaneva, recimo pri tej goloti, ne, na odru,
To te more, ne vem, ali rajcati, ali drajvati, ali kaj recimo v tebi, ko prideš gor, sem se rekla, da te večino ženske gledajo. Ja. Imaš, recimo, da nastopaš pa mogoče, ne vem, sama kdaj, pa vsem, da je, ne vem, je kakšna moška publika ali ni. Ali vedno sem zažel, mislim, je tudi moška publika. No pa kaj takrat, ko vidiš te poželjive poglede moški, ko te pogledajo? Mene je tako, se vem, da vedno bojo mislili, ja, to te želje, ampak meni ful, jaz ko sem na odru, jaz si sklopim to, meni je tako, ti si mene prišel gledati tako, da oni mene vidijo v takem, jaz njih nikoli ne vidim v take luči. Jaz sem tako tisto, to je moj nastop, to je moja prezenca. Seveda se ful dobro počutim v sebi, samozavest na vrhuncu, ampak nikoli pa nimam ono poželjnega pogleda ali pa kaj. Jaz sem samo tako, ti mene želiš, jaz tebe ne. Kaj pa če bi kak simpatičen? Ja, če je simpatičen, se bom pač malo bolj potrudil. No, se to ti govorim. Recimo, da bi jaz bil med publiko, mislim, bi mi dala kak poseben... Bi ti pustila, da mi rokavičko slečeš. A to imaš neke fore s temi rokavičkami? Ja. To imaš prav del predstave. Ja, večinoma. Dobijo to rokavičko ali morajo nazaj dati? Nazaj, vse se da nazaj. Čakaj malo. Ja. Čakaj malo. Če mi kupijo nove rokavičke, te lahko imajo. Ok, no ampak se pa spomniš mogoče svojega prvega nastopa, pa treme, ali pa ne vem, ali si šla takoj na oder gor s svojo energijo, norijo, ali si imela kar precej časa, recimo težavo, pa je nek prelom trenutek bil, kjer si se pa sprostila. Kak je bilo s tem? Tako bom rekla, ker res že od malega nastopam tudi, treme nikoli nisem imela. Jaz, to kdokoli bo rekel, ko je v backstage zmeno, jaz samo sem tak, lahko že gremo na oder, zakaj moram še 15 minut čakati, jaz hočem biti na odru. Jaz hočem biti na odru non-stop, tak cel čas. Ful imam rada pozornost v takšnem kontekstu. Ampak bolje je bilo mogoče, kak sam sebe vidiš. Dosti ljudi, po mojem, ko gre v burlesko, tudi gre v burlesko zaradi tega, da najde tisto samozavest, ker pač je malo bolj erotični ples, je, da kažeš telo, tudi boš kritiko dolgo zaradi tega razno, tako da pač moraš imeti tisto določeno. Zelo samozavestna moraš biti. Ja. Sam gledam pa recimo te tvoje nastopače, daleč od tega, da bi imeli vsi popolna telesa, torej ni pogoj. Ne. Ti si lahko kakršen koli, pa če se počutiš dobro v svojem telesu, je poanta, predvidevam, in da priješ gor, če se spomniš filma The Full Monty, ko so bili moški striptizeri, pa so bili davč od tega, da je bili kot Chip and Dale, ampak so bili bolj v krogu, in so bili tako šovni in ljudje, to pač film bil, ampak vseeno so jim ploskali in so uživali, ker so pač fantje se v tem svojem telesu počutili vredno in verjetno je tudi to fora. Mi imamo čisto isti princip. Pač meni glih to je bilo pri burleski, da nima veze. To je tudi edini ples, ko se mi zdi, da si lahko 60 star, pa še vedno ga lahko plešeš, pa še vedno bojo bili tako, wow, fascinantno. Tudi mi v Glam Squadu imamo moško skupino, ko tudi niso vsi naslednji, ne vem, Magic Mike, ampak gledati samo to samozavest ti da taki dober občutek. Se mi zdi, da dosti jih pride gledati res iz tega razloga. Mogoče kdo tudi večji šov naredi od nekega popolnega, ker je pač performer. Točno to. Tako da to me je tudi pri burleski ena od glavnih stvari, ki me je takoj privlekla k temu. Kakaj je pa razlika po tvoje med burlesko pa kabarejem? To je zelo podobna zgodba, ne? Kabare je šov kot ime, burleska pa je potem spekter, ki se uporablja v kabareju. Ker ti v kabareju lahko tudi poješ, samo to ni potem burleska. Ti pa, če imaš ta element burleske, pa lahko imaš v kabareju noter, torej slačenje, unotretje. To je dejansko poleno in isto, če gledam. Ja. Povezano. Tako, je povezano. No, kaj bi pa ti rekla, pa pustimo zdaj striptease v smislu klasičnega striptease, da prije neka ženska gor, pa se sleče, pa ima vibro šov, lesbo šov, ne. Govorim pač o eni, ki si tudi pripravi koreografijo, pa sistem, pa se lepo sleče, pa ima glasbo, pa ima koreografijo, performance, nastop, plesne korake, pa recimo razlika je kakšna potem po tvoje z burlesko, pa med tem stripteasom, ko sem ti ga zdaj omenil. Jaz bom tako rekla, burleska sama po sebi prvo je tak, kaj hočeš ti, da prikaže. Striptease se mi zdi, kaj mene edino moti, je, da striptease je tako seksualiziran čist in je potem tak, to je za moške. Ker je tudi zato je v osnovi narejen, recimo. Ne. Medtem kot burleska je pa tak, ne rabi biti. Jaz sem bila že oblečena kot snežak in sem samo bila tak debeli snežak in sem se valjala po tleh in to je bil burleska. Ker je pač komedija. Ker prihaja tudi iz komedije, pač lahko samo smešno. Razumem, Tako da, to mi je glavna razlika. Tisto se mi zdi, je vedno tisti, saj malo sex appeal, burleske pa se lahko samo idiot na odru in samo burleska. No, ampak koliko pa recimo prepričaš folk, recimo gre folk na tvoj Instagram in ti vidi, ne vem, na pol golo, pa to je pa neka kurbica, neka prasička, ta bo šla na zmenek, ta za denar.
Pa lepa smo leto, to vedno mene moti strašno, pa to podarim vedno v takih primerih, pa ne razumem moških, ne? Pa leta 2025 smo, pazi, ko bi te stvari mogle biti jasno, pa tudi, če bi ti bila porno zvezda, ne pomeni, da te bo nekdo privat dobil, ne vem, za 500 evrov. Ne, ona ima, to je poklic, ko je konc, ampak moški pa predstavlja kot drogo, recimo. Nima veze, ne? Ampak hočem reči, kako se sooča s tem, no? Predvidevam, da imaš cel kup takih nekih, bom rekel, pajacev, ne morem jih drugače imenovati, ki imajo v glavi, da si neka lahka, neka in to, teto, in noben ne bo rekel, ali to je pa ta umetnica, ne? Mislim, mnogi tudi to rečejo, ampak imaš pa tudi, kako se handlaš, no, s takimi moškimi, ki nimajo po 100 letih še vedno blage veze v osnovah. Bom rekla, to sem mogoče jaz tak, ampak jaz sem res že od malega vedno bila taka oseba, da če ne vpliva na mene, kot da bom se jaz spremenila, mi je vseeno. Jaz sem vedno govorila, if they don't finance, feed or fuck me, I don't care about their opinion. Tako da mi je vseeno, kaj mi rečejo, ker... No, če te tukaj malo stavim, še enkrat to reč, pa po slovensko povej še enkrat vsem puncem. Če me ne financirajo, jebejo ali pa hranijo, mi je vseeno za njihovo mnenje. Evo, zdaj iz tega, predno nadaljuješ, to je zdaj velika stvar, ko si jo rekla, mogoče se niti ne zavedaš, kako velika, ker glej, ogromno sanj žensk gre k vragu ravno zaradi mnenj ljudi, ki niso nič v njihovem življenju, ne? In se sekirajo, pa čakaj malo, ni ne tvoj foter, ni ne tvoj fant, ni ne tvoj jebač, tvoj financer, koj kurac ti je, da se obremenjuje z njegovim mnenjem, ne? Ampak lej, ti si pač to rekla, okej, eno je pa to upoštevati, res, ne? Kako se punca nauči, da grejo te kritike, če je na udaro s kakšnim in drugačnim, ne, da gre eno hono, drugo ven, da te dobesedno boli kurac po domače. Jaz rečem, dobro, vzame čas, se navadiš na določene stvari, potem tega se potem zavedaš, koliko so tebi tvoje sanje pomembne. Meni so moje sanje ekstremno dosti pomembne, tako da jaz, to kaj bo nekdo drug rekel, mi bo res šlo tu not in tu ven, ker, tako sem rekla, tudi po mojem je tudi koliko starši, koliko družina nasploh, prijatelji te podpirajo, tudi del tega se mi zdi, da zraven, ampak ne vem, jaz ko sem videla, koliko uživam v tem, pa koliko veselja mi prinese, pa da vidim, da bi lahko celo življenje to počela. Noben ne more drugače. Ne more me ustaviti. Pač res, če imaš po mojem tisto željo, hrepenenje, preko slej se zavedaš, da res nima veze, kaj bo kdokoli rekel. Pa če nadaljujemo tisto odprej, kako handlaš te vseeno, no? Ti gre na živce to, da ne razumejo z tega sistema. Moram reči, da jaz osebno dobim mogoče tisti kakšni crsti komentar, ampak ne pa dobim nekega hate komentarja. Mislim, jaz osebno ne dobim zaenkrat, tako da ne rabim se ravno ukvarjati s tem. Pač je tu pa tam, da so tako, lahka si, pa ljudje si bodo to mislili o tebi, pa ono pa tretjo, pa ti se samo slačiš, zato ne rabiš pravi talent, ono tretjo. Samo za take pa sem tak prinašal, pa mi potem to reče. Okay. Pa bomo videli. Ja, kaj pa, ne vem, družina, starši, prijatelji? Ful me podpirajo. Ful. Tako boj največji, number one fane. Ni nobenega motlo, niti v štartu ne? Ne. So vedeli, da si pač to ti? Ja. Pa si ti kako upozorilo, navodilo dali, da pretirava pa vse ne, da tu pa mejo ali ne, so rekli, počni kar želiš? Mami je samo rekla, da ne smem biti cela gola. To pa tudi to. Zdaj, mama je kriva, da ti se ne zležeš do konca. Ne, to je malo odločitev, sem rekla mi je. Koliko je ime mami tvoje? Mija, čujte, zdaj pa rašči smo neki, ne? Smo leta 2025 in ona se mora osvoboditi tetih, ko se s koleni premikajo od te bleščice, ali kam imaš to neki, ne? Mama je... Mami je samo to rekla. Ampak je zanetla to v tebi, to, da ne smeš? Ne, ni. Ti si se tako odločila? Jaz sem se tako odločila. No, zakaj recimo ne greš? Zakaj ne grem čist? Kaj je fora? Ne vem, zato ker mi je bolj estetsko, pa bolj mi je zapeljivo, ko ne vidiš čist vsega. Ne vem, bolj zapeljivo. No, to, če si gledala ta sloviti film Showgirls, tam so se slačile, čist, ne? Je bil to tak, to je bil neke vrste, kaj bi rekel temu, kaj je bil to? Pa lahko rekel skoraj kabare, ko je malo vsega. No, razumeš, ne? Ampak tam so se dejansko mogle, ker tam bi celo pogoje bil, da so se slekle, ne? Recimo, kako pa na to gledaš? Mene moti, mislim, vsak se naj samo odloči, ampak ti ne bi bila v takem sistemu? Jaz pa ne. Ker ne vem, meni je pač bolj atraktivno videti v spodnjem perilu žensko, ne vem, tista malenkost, ko še je zakrito, tudi nekatere, ko ne vem, si s pihljačami potem samo zakrijo. Tisti element mi je, ne vem, ful bolj atraktivno, ful bolj zanimivi, ko pa pač
tu sem. Ja. Ne vem, meni No, osebno. okay. Kaj pa tem drugim tvojim, ko imaš tam sekera sleče ali ne, ali so tudi na tem sistemu? So pri burleski in recimo v Glam Squadu, ko smo imeli svojo celo, smo še vedno isti princip, da ni čist da ne golota. imate ta sistem. Oziroma, da je vsaj malo zakrito nekako, ali s pihljačami, roke, kajkoli Ja. pač. Lahko vsi slečencov pač ne boš videl. No, gledaj, najna skupna prijateljica Tina, ne, Ja. ona se pa rada slači kar naprej. Ne. Ona je v bistvu nesrečna, če se ne sme sleči. Ne. Ja, Ona res reče, je. ne grem na oder, če mi ne dovolite, da se slečem. Ne. Mi smo se glih menili, da Ja. jaz sem večkrat videla nogo kot oblečeno. No, se tudi govorim, ne. Se noben je ni sploh videl oblečen, ne, by the way, ne, ampak ona tudi nastopa Ja. z vami. Ne. A, pa ne. Zakaj pa ne? Ona, mislim, nastopa v smislu kot v moje družinice Ja. v Hall of Scenes, kot modelko jo imam Aha, dostikrat. to sem videl parkrat, ja. Ampak ne pa nastopa. Pa in ni, ali Ne vem, to ne pa bi zna, mogla vprašati. ne zna ta kolena. Ne vem, blikati. mogoče jo moram vprašati, kdaj bo prišla z menoj na kakšne. Ne, problem je, ker ona bi se hodila sleči. Jaz mislim, da Mogoče to je pa edini to. problem. ne. Mogoče pa to. Drugače ona je tale naiv kitten, ne, je Ja. njeno ime na Facebooku, drugače jaz jo poznam kot Tino. Ne. V glavnem nekaj vidim, vajo večkrat skupaj Ja. v teh projektih, ker ti imaš tudi ogromno teh fotoshootingov, ne, Ja. imaš tudi malo tem povej, no, kaj pa to zgodba tega? Jaz sem pa, se mi zdi, da začela pri 18 letih Aha. s fotkanjem. Sicer imela na začetku kar slabo izkušnjo. In Kaj se je pa zgodilo? Ja, fotografe moške. Pa kaj ne? Vse vemo. Ja, ne vem, povej, kaj? Povej. Pač moški fotografi, marsikateri nam rekla vsi, Ja. boste fotkali v spodnjem perilu za njihov užitek in to. Prijav grozne slike ven, slike prodajo, brez da bi ti vedel. Aha. In pač naredijo celo okolje zelo neprijetno za tebe. Da ostanemo še malo tukaj, to sem večkrat, jaz sem tudi sodeloval, mi, ko smo imeli še Gartner v bordelu, pa smo šli posnete na erotični fotoshooting, takrat je bila tudi, mislim, da Maggie Knupleš zraven, naša prijateljica, pa še, mislim, ena Sara. In je tudi sem videl tiste pobe tam, razumeš, ne? Ja. In naredil 300 slik, iste stvari. Ja. Ne? In zdaj on, ja, veš, pa to. In sem prav videl, kako je malo puncam neprijetno. Ne? Ja. In sem čutil kar nekaj takih zgodb, ne? Ampak Ja. tak fotograf bo verjetno na kratek rok delal, se ne bo naredil karijere. Ja, Misliš, da ne? ja, pa ne. Se mi zdi, da dosti punci potem ne upa Aha, povedati tega, Aha. ker pač sram, oziroma že nasploh, da se greš ti za kaj takega slikati, ko smo zdaj že večkrat omenila, Ja. so potem one stigme, pač lahko si bila kurva, Ja. zakaj pa si se začela slikati, pač tak, ne. Po drugi strani pa tako, saj po eni strani tudi punca, ko gre, je mogoče malo naivna, ne ve, kaj se spušča Ja, v to. pa je lahko on pol prepričal marsikaj. Ne? Ja, tako da, ja pa ne, upam, da bi recimo dosti fotografov ne delalo več zaradi takih zadev. Upaš, kjer ga izpostaviti? Bom na Instagramu naredila Boš na cele Instagramu. collection Okej, oseb, okej. ki bo lahko. Okay. Ampak bom tudi rekla, da včasih take izkušnje se menim, s katero punco pa je ona imela super izkušnjo z istim fotografom, jaz pa slabo in potem tak, se ne veš točno, ali si samo ti mogoče Ja. bil takšno ali kajkoli, ne, ampak mi kot same kolektiv vseh punc ne se tak in tak med sebo vse pogovorimo. Mi imamo en grup chat, ko not napišeš, hej, jaz mislim se fotkati s tem fotografom, kak je, pa ti povejo vse punce svoje, tako da. Ja. Za moje punce poskrbim, da so vse na varnem, Okej. vse me vprašajo naprej, za katerega fotografa. Ok, mami. No, povej naprej. No, potem pa se. Moja To, prijateljica je začela fotografirati Aha. in potem sem bila tako, ok, ja, komod bom tvoj model. Pa je začelo se s čisto oblečenimi, navadnimi, klasičnimi fotkami, nič posebnega. Potem pa ne vem, ker sem sama šla v burlesko, vedela sem, da potem rabim tudi kontent, da se lahko sama sebe promoviram pa vse, ker drugače ne bo doben vedel za mene. In potem sem malo raziskovala, raznim fotografom pisala, oni meni, ker vedno potem, ko sem bolj rasla, sem potem tudi bolj široko. In potem sem nekako prišla še pač v Bordeaux fotografiranje. Aha. Tako da, ja, zdaj sem še model. Pa to imaš rada, te Ja. seksi, tega vem, da ful objavljaš, gor pa v story, pa gor dol. Ne. Ja. Ta buduir ali bordeaux, Bordeaux. kako si rekla, ne, to v Ja. bistvu, to je to je spodnjo perilo, ne, Ja. ampak je tak narejen, tak old school, fancy, Ja, retro ja, stil. ja, To ti je ja. všeč, ne? Ja, Imaš to pa mi tudi zelo odfukane nekaj, ko se oblačiš v lik iz filma Scream in tako naprej, sem Ja. da imaš gor pa nekaj krvi, pa Ja. celega boga, no pa take nekaj, tak imaš neke te brke iz raznih barv, no pa odkot imaš to, mislim, to ti predlagaš, te nore fotke ali. Ja, večinoma. Ja, To so malo čudne ideje, to sem Ja. večinoma malo jaz. Ja, ker pač ne vem, nekaj me inspirira, tako prej grem spat, sem tak, to je zdaj super ideja in potem moram vsem mojim prijateljem, ki so fotografi, pisati, hej, jaz sem eno noro idejo. Ampak so večinoma tudi nasploh take umetniki in so tako
To je bila super ideja, to niti malo ni nora, to bom naredila. No, kaj pa najbolj nor fotoshooting, ki si ga do zdaj spravila skozi? Najbolj nor. Ne vem, kaj najbolj. Najbolj, kaj sem ponosna, tako bom rekla, ki mi je res bil všeč, je tega, kaj sem nazadnje naredila, ko sem Sirena iz morja. Okay. To, da mi je bila, ne vem, všeč mi je bil koncept, ful sem ponosna na kostum, ki sem ga naredila. Sama si? Ja. Ti sama izdeluješ? Vse sama delam. Bravo. Ja. Tam je tudi zadaj naredil školko, da sem imela kot prop za slikanje, pač res, ne vem, ful sem bila ponosna na ta šut. Res je bil dobro izveden, pa vse, tam je ful. Pa tisti, kaj sem z bas-kitaro naredila, tisti mi je tudi bil ful huden. Se pravi, ti v bistvu kaj? Si tudi pol modna kreatorka, če rečemo tako? Lahko, rečemo. To je tudi tvoj styling tu? To ni moj styling, to sem si kupila. Ampak, to ni moj styling. Vse, kaj je na Instagramu, pa je mojo. Pa kaj šivaš doma toliko? Ja, mama me je naučila šivati. To si one man band? Ja, basically. Pa te ta odštekane fore, to si vse ti sama? Vse si ja sama. Vse si narišem, zato ker sem tudi vizažistka, pa SFX delam. SFX delam, to so potem tudi, ko so v filmih večinoma, ko se krvijo, pa kaj takšnega, tudi to delam. Te skrbijo si imela tudi kar nekaj teh. Kaj si imela kako pravo kri, mislim živalsko ali človeško kri? Ne, umetno kri. Ste ubili kako devico? Ne. Umetno kri? Česa si pa naredila kri? Umetno kri sem kupila. To smo kupila? To pa nisi naredila? Ja. Kaj pa menstrualna kri? Kaj ti pa ni prišlo na misel? Kot feministka, mislim. Ne, bi mogla jih vprašati, bi mogla tako več žensk prav tem kupovati. Da naredijo mlako krvi. Ja, bom se zapomnila za naslednjič. Nekaj nora si dost, ne? Glej, mogoče naslednji Halloween. Ok. Daš v glas, ne? Rabim punce z menstruacijo, da mi darujejo kri. Čuj, zdaj mi še pa to povem, kaj sem tudi opazil na teh tvojih parih fotografijah, kar mi je bilo interesantno. In to zdaj vidim, da je moda pri mnogih znanih zvezdah, ne? Pod pazduho, da si pustila dlake vmes, ne? Sem to prav videl, ne? Ne. Ne, sem te zamenjal, s kero? Ja. S kero? Ne vem. Jaz vem, s kero si me zamenjal. Z analizo? Ne. Če si prvi neke fotke imaš, pa digneš roko tako namerno, proš, gledajte, pizda, boli me kurac. Ne, to pa nisem jaz. Ne, to pa nisem bila ti? Ne, to pa nisem jaz. Pa kako si mi zdaj zjebala cel sistem? Nisi bila to ti? To pa nisem bila jaz. Pa poznaš kjero, ko ima to od tvojih? Ja, dosti. Tako sem rekla, analizo, ko naj zamenjujejo na drag scene, ona recimo ima. Pa kaj pa pravi, zakaj ima to? Kot nek statement? Pa povem, da ne kot statement, povem, tako samo ima. Povem, da ni nekih globljih pomenov. Ne vem, moram jo vprašati. Da jo vprašati. Nekaj gledam mislim, tvoj pogled mogoče na to, no, ker gledam, recimo, Miley Cyrus, vem, da večkrat pa še barvala si jih je, ne? Pa vem, da od Michaela Jacksona, hčerka Paris Jackson, recimo, ampak so prav to s takim ponosom, veš? Se pravi, sprejmite se, takšne kot ste, bla, 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 osvoboditev, ne? Recimo, kako pa ti na to gledaš? Mislim, meni osebno ful všeč, kakole se izražaš, pač meni so, kajkoli boš zdaj naredil, če se boš odštekane frizure, ko imam jaz recimo bolj, so pa enim že too much, ne? Kaj potem pod pazduho je nekomu valjda da too much. Ampak meni pa je ful cool, ko se ti lahko izražaš, kak želiš, pa na neki odštekan bolj način, pa da si pač ful samozavesten v tem, pa te bolje pač meni je to super, ne vem, meni je to ful fun. Sama se pa ne bi to šla? Mislim, za mene ni všeč, na mene, zato nimam. Ampak tako, da bi rekla, pa da bi mi zdaj bilo tako, to pa mi je preveč ali pa antipatično, to pa ne. Nekaj zgleda, na nek način zgleda to seksi, veš? Ja, zgleda tako prvinsko zgleda. Tako, pač ne vem, ful me je hudo. Vsaka ženska, oziroma kdokoli, naj si naredi pač kak želi, naj ima fura svoj stil, meni pač toto individualnost, pa toto drugačnost, to meni ful pale. To meni, ne vem, ful me je zanimivo gledati. No pa če smo že pri teh dlakah, kaj pa spodi? Tudi nimam. Tudi nimaš? Ker to je zdaj nazaj, veš, da buš izbek? Ja, vem, ful podpiram. Ja, vem, podpiram, ampak nimaš. Buš, kaj buš, pizda, kaj zdaj buš? Zakaj pa nimaš, kaj ti ga kurac? Ja. Ali imaš uno depilacijo stalno, da tvoh ne more zrasti? Pač jaz malo spreminjam, kak se mi pač zazdi. Kak pa pač ta hip zdaj? To pa spet, tisti, kaj bo blizu, bo vedel. Če priješ na nastop, veš. Ja, kak? Ja, samo vidiš. Če si rekel, da se ne slečeš? Ja, a samo vidiš. Kaj? Samo vidiš. Če so čipkaste, samo vidiš. A se vidi? Ja. Pa imaš kakšne barve različne tudi to včasih? Ja, tako sem rekla, če priješ na nastop, vidiš. Ja, vidiš, res. Ker moram promovirati na nastop. Kjere pa so priljubljene barve? Jaz sem ful rada rdečo. Pa si na rdeče pobarvaš to? Ja, ne vem, bomo ugotovili, če prijete na nastop. Je bedi, no. Vsega ne morem povedati. Ja, da se prav, ne, ti kaj pa gledam te tvoje
obrvi, to imaš Ja. svoje, ali imaš narisano? Svoje imam, samo imam narisano gor. Aha. Da imajo bolj ta tanki. Aha. Pa Sharp look. Trepalnice imaš tudi tudi. neki gor. Tudi. To je se pravi, cela si, Ja, ni, po moje, nič ni, kar imaš zdaj na sebi, nič ni naključeno. ne. Je kar. Po moje, še če bi tampon imela, bi bil del nekega tvojega. Bi bil tistega dne. pokristalčkan. Bravo. Ja. Bravo. Zdaj sem pa gledal glede teh mednožij ženskih, sem pa gledal, imajo pa ene, si pa kristalčke res Ja, dobro naredijo, ja, ja. veš. To pa ful lepo zgleda. Ja. Samo to moraš ful dolg časa, po moje, delati, gor enega po enega. Pa saj to greš k nekomu, pa ti naredi. A to dela? To je isto tako depilacija. A res? Saj greš nekomu, pa ti naredi. Je Pa vem, malo se spočinaš. No, ne bom ti odgovarjal. Ne. Ti, kaj pa, recimo, tvoja ta orientacija seksualna, če gledamo? Imaš Ja. rada punce, imaš rada fante, imaš rada oboje, se ne opredeljuješ, si nad spolom, kak je s tem? To imate Vse. zadnje čase, Vse mi je všeč. vse ti je všeč. Ja. Pa kaj ti je bolj, mislim? Moški. Moški. Ja. Kaj ženske pa kaj, kadar moški nima časa. Ne, mislim, tako bom rekla, lažje je vedno reči, da sem bi, Ja. zato ker pač to lažje razumejo, ampak drugače v kategorijah sem pansexual, ker mi je vseeno za spol. Kaj se ga? Pansexual. A to se tako To imenuje? pomeni, da mi je vseeno za spol. Ja, da pač se zaljubiš v karkoli. človeka. Človeka kot samega po sebi. Samo je pa mi karakteristike moškega ful Ja. bolj simpatične in se mi zdi, da bolj pašejo k meni. Zato mogoče so mi potem bolj moški Aha. všeč. No, ampak če se zdaj podamo v sam srž tega, kaj panseksualnost, ne? Ja. Se pravi, ampak predstavljaj si vse, recimo, da se zagledaš v sebo, Ja. ampak pizda, da bi te pa vse motilo, da pa ni neki tam, kar bi pa ti želela, da je, bi lahko to spregledala. Ja. Ja, Ja. Mislim, sej, no ne vem. ti si tak in tak odprt glede te tematike. Ja. Zdaj, če bom imela ne vem, kakšno transbejbo, Ja. pa ki ni šla ne vem, ali skozi operacijo ali pa kaj. No, Meni je to, transbejbo. meni Ja. je to recimo vse eno. Ja. Ker jaz znam zdaj gledala, kam imaš ti spodaj, ampak kako si kot oseba. Samo je pa dejstvo, da pač moški sam po sebi bo imel one karakteristike, no vsaj večina, ki Ja. so pač meni bolj simpatične. In to bo- so? Ne vem, meni je všeč, da je dominanca, da vzame vodstvo, meni je ful Aha. všeč, če vodi, ker vem, kak sem jaz. Jaz vedno rečem, da jaz rabim nekoga, ki je kot jaz, samo malo več. Torej, da si dominantni, da znaš povedati svoje mnenje, da znaš vzeti vodstvo, da znaš organizirati stvari. Prav mene Pri- rabiš, v bistvu ti, če gledamo tako, ne? Teže. Čezna materna. Ti no, pa, ko si bila pa recimo s punco, ne, kakšno? Ja. Kaj te pa tam, recimo, kaj ti je šlo najbolj na živce, če rečem? Pri puncah? Ja, kaj ti je šlo ono? Da mogoče določene punce ne navzamejo takoj, ko so tako. Jaz, če bom s punco, bom imela tudi resno zvezo z punco, nam kot, ne vem, da zdaj, ker bi bila punca, bi bila tako na izi. Aha, da bi šla In tudi na polno. punce potem so večinoma bolj tak, ne, jaz bi samo ljubčkala in to. In Aha. pač to potem jaz v zvezi ne bom imela nekoga, ki je pač na pol. Ja. Ker po mojem, da se tudi punce iščejo, ne vejo točno. Tisto razumem, tisto ne bom nič, Okej. ampak če hočeš ti biti v zvezi, boš v zvezi kot je zveza. Ampak si opazila, da to je v bistvu že od nekdaj tako, ne? In pri Ja. gejih, in pri lezbikah, niso zdaj vsi taki, ampak večina jih je samo flirtaško, seks, flirtaško. Ja. Geji se tudi dobivajo samo za seks, punce isto, tudi lahko da imajo so večino poročene, ne poročene, Ja. karkoli, ampak ni zanimivo to, da je v tej, bom rekel, skupini ljudi, ne, Ja. bolj prednjači ne resna zveza, ampak zafrkancija. Kaj je fora tega? po Samo- tvoje? kaj Ne je bom zdaj fora? posploševal, Ja, no, ampak ja. večkrat je tako. Se mi zdi, da popravljanje to sploh dan danes, tako, ker tudi v straight čist, pač Ja. tak in tak dan danes pišeš, da za seks in to je to skoraj. Ne vsi, ampak tako kot večina, da je tako to se mi pač, zdi, razumem. nasploh generacijska stvar postala taka, ne vem, to ti hookup culture, ko je povsod in je tako malo. Ne vem, pač jaz nisem za to, mene to ne interesira, ampak vidim, da vedno bolj pogosto rata. Zdaj vseeno, če si straight, če si gej, kakoli povsod imaš tega. Pa zakaj pa misliš, da je prišlo do tega? Recimo, ker to moja izjava večkrat bila, da je lažje priti punci v hlačke, kot v srce. Ne? Ja. Kaj se dogaja z vašo generacijo? Ne? Kaj se Pa ne dogaja? vem, je lažje. Se mi zdi, da je, ne vem, folko res lažje to Ja. postalo, kot pa biti mogoče malo bolj odprt, naučiti se komunicirati, Ja. Pa kaj povedati svoje fora? mišljenje. Zakaj? biti Zakaj je odprt. prišlo do tega? Pa ne vem, po mojem, da malo vsega. Ženske so bile prevečkrat ranjene, moški so se potem počutili, kot da ne bi se mogli odpreti. In potem je to bilo tako, da ne vem, efekta se je kar vse sprožilo, po mojem, počasi. Ja. Ne vem. Ja, pa še ljubezen? Jaz bi rekla, mogoče. da je. Jaz bi rekla, Da da si je. bila pa Jaz sem zelo- taki lover girl. Da si bila pa zaljubljena na zadnje. Da sem bila zaljubljena na No, zadnje. pa smo tam, ne?
Ja, že razmišlja, kjer ga leta. Ne? Ja, no, kaj to je, ja. Zaljubljena na zadnje sem bila pred 4 leti, tam nekje. A to je ta zadnji fant, ko je bil? Ja, bi rekla, da sem bila zaljubljena. Zakaj je šlo k Ampak vragu? ljubim pa marsikoga. Zakaj je šlo k vragu to zadnja ljubezen? Zaradi tega, ker smo bila zelo neresna. Mislim, čakaj. Pač otroka smo bila. Za mene, ko no, si ti mislim. 18-19, Ja, no, pa še ja, ni seveda. isto kot pa pri Aha. 26 zveza. Zakaj si pa zdaj enega ne najdeš, resnega? Kaj je problem? Zakaj, mislim, da si ne najdem. Je tako, No, mislim, pač iščeš. Ali? Mislim, sem odprta, Ja. ne iščem, da bi mogla zajeti Okej. nekoga, ampak Si na sem Tinderju? Ne, Nisi, ok. ne. Sem odprta, ne iščem aktivno, da bi zdaj mogla imeti nekoga. Po mojem, da je pač malo te stigme, ko pač vidijo moj poklic, pa so tako, No, se to je moje naslednje vprašanje. ja, Kaj bo, ja. po mojem, da je malo to. Malo pa pač res to teh hookup culture, ko pač Bi samo vidijo moj content, mislijo, da bom samo za to, pa vidijo, ne vem, da imam več personality, da dejansko sem ženska kot ženska, nisem samo objekt, pa so tako, No, ampak se je to sem da vprašati, ne? Da si ti predstavljali, jaz sem imel enak problem, ne? Ko sem imel to erotično vdajo leta in leta, pa tudi če zdaj se me ta sloves drži, da pofukam vse, kar leze, pa gre, čeprav ni tako, sem že v letih. Ampak je problem, ne, da ti nekdo zaupa, ne, a veš, ne, spravi, ta je pa bolj taka, pa ta je pa bolj taka, z njo pa ne morem za resno zvezo, pogledaj, kakšne fotke ima, gledaj, kaj dela. Ne. To je neke vrste prekletstvo, pol, če gledaš, glede tega ti ogromno resnih potencialnih zvesti zagotovo odpade. Ne. Ja. In mogoče marsikaj moški tega ne bi shendlo, ne. Ti bi mogla res dobiti enega, ki je res tako samozavesten, da šteka, da je to tvoj job, ker če ti bo okoli tega težil, boš ti znorela, ne, in boš nesrečna in ti bo krila odrezal in nismo nič naredili, ne. In ti mora zaupati. Ne? Ampak veš, to ni enostavno. Ne? Za večino moških, bom rekel, teh klasičnih, je to zelo zajemana zgodba. Ja. Si razmišljala? Mislim, samo tako, kot sem rekla. Meni moj poklic prinese toliko sreče, toliko veselja. Če moj več kot 50-letni ata razume, da je to umetnost in ne vem kaj, potem 25-letni bi tudi mogel razumeti. Ja, mladi manj ne razumeti, samo starejšega si moraš najti. Kaj si ti všeč, starejši, mlajši? Mlajši. Ne bi kakšne izjave naredila, kdaj? Pa ne vem, se mi zdi, da so starejši včasih malo hujši. Še hujši? Ja, ker oni so bolj tak, tisto, to je kurba, to je ne vem kaj. Ja, mogoče taki. Kako boš ti kdaj mama, če se tako ja, no, to so mogoče kakšni zadržani, ja. Kaj pa, če bi iz tega posla najdla koga? Tudi komod. Ja, kakega plesalca? Zakaj pa to ne razmišljaš? Če jih ni toliko. Ja, kakih ni? Ja, ni jih toliko, ne? Nimam toliko izbire. Tako 3/4 totih, kaj so v našem društvu, totih so vsi že šli. Vsi že šli? Ja. Ja, pizdarija. Pa kakšni moški se ti pa všeč? Kakšni moški so mi všeč? Ja, da te zamaje, da te vrže. Umetnike. Umetniki? Ja. Meni so ful všeč taki zaposleni umetniki, ki ful, ne vem, ja, lahko na katerikoli, lahko so pač ali muzikanti, ali da rišajo, poezije pišejo, kajkoli, pač meni je ful to, ko imaš neki passion, pa ga potem, tako kot jaz pač, tako sem rekla, moj tip je jaz. Ja. So pač moški. Ti, kaj pa drugače, si sitna punca ti, ali si cool, ko si recimo zasebno, takle, ko te kdo spozna res, si prijetna, si prijazna, ali si tečna, nedojebana, depresivna, smotana, kakva si res? Ja, ne, da sem kar v redu. Da si kar v redu? Ja, pač če me razpizdiš, ti povem. Ja. Ne, kaj te pa razjezi, recimo, kaj te razjezi? Kaj me razjezi? Zdaj nasploh ali pač v zvezi, da bi me tak? Oboje, recimo. Mislim, definitivno, če bi mi kjerkoli moški govoril, kako se naj oblačim, kako naj izgledam, z mojim poklicom, ne, to se bo zaključilo hitro. Ker pač to se samo vidi, da on ne počuti se udobno v sebi, nič z menoj. Tako da te stvari hitro pri meni pač se končajo. Pa tudi, če nima hobijev, ne bom imela tipa, ko pač doma leži na kavču, tega tudi. To bom tudi. To ženske ne marate, ne? Ne. Pač mora biti zaposlen, mora delati stvari. Sam pazi, hec je potem, ne? Pa če to preveč dela, se pa spet bunte, da ga nič ni doma. Pa ni, jaz tak, zato ker jaz tudi mene dosti ni, ker pač delam. Meni je čas, ko si ti znaš tisti balans med, da med delom, pa med potem skupnim časom, perfektno. Ampak ne pa, da bo 24/7 poleg mene. Ja, razumem, to pa se mi ne da. No, jaz do zdaj sem bil ponovno tak, da sem sam za vikend bil s punco, čez teden sem bil pa fraj.
Tako sem si jaz to vedno naredil, pa to ne vem, ni bilo jasno, kako mi je to ratalo, ampak vedno sem si nekako tako organiziral. Ne? Ja, pač ne najde si onaj čas. Jaz tudi mislim, ker iščem nekoga, ki bi imel pač tudi neke hobije, ambicije, ki bi sledil jim. Jaz se zavedam, da potem tudi ne bom imel toliko časovnega. Tako da, če potem si najdemo kakšen dan, dva, ki potem samo za naj, je to vse, kar rabim. Kak je pa tvoj pogled na zvestobo? Ja, mora biti zelo. Drugače se konča tako. Tu si striktna. Ja, ful. Nimaš nekih popuščanj? Ne, niti malo. Res? Konča se takoj. Res? Ja. Kaj pa kakšni trojčki, četvorčki, take zgodbe? Da mal, mislim, pa, veš, kaj to pa ni varane, ne? To so se dogovorila, ne? Mislim, jaz osebno ne bi. Ne bi. S partnerom pač ne, ker ne vem. Ne veš, kaj? Ne nam je to. Jaz, ko se zaljubim v tisto eno osebo in pač jaz ne vidim drugih oseb. Potem ne bi me niti moglo zrajcati to, da bi imela še nekoga zraven. Bi bila samo tako, tu si pač. Lahko gledaš. Lahko prija gledati, če želi. Kaj pa, če si fraj? Če sem fraj, te pa me vsem. Pa si za te zgodbe? Mislim, si nora v tem pogledu, odštekana, poredna ali ne, ali si, kakaj si? Pa, dečmo, ja. Mislim, kaj nam lahko poveš? Mislim, ne bom preveč povedala, zato ker dame veš. Ja, razumem. Ja, mislim, kaj nam lahko poveš? Da se eksperimentiram, za vse sem odprta. Vse bi se enkrat probala, tako bom rekla. Gangbang tudi? Vse bi se enkrat probala. Pa to veš, da je najmanj 10 ljudi, da je gangbang? Vem, ja, saj to po mojem, da ne bi. Ker to bi mi bilo prave. Pa to ti govori, ne pazi, kaj govoriš, ne? Ja, samo pač nikoli ne veš, kaj pa če ti prije situacija, pa si enkrat v tem note, pa si tako ups, ne? Ja, pa da si še prvi na vrsti, recimo. Ja, pač, se ne vem, kaj bom jaz počela čez 20 let. To je pa res. Tako da ne morem reči ne. Kaj pa, mislim, tvoja kakšna fantazija spolna, ki je še nisi uresničila, pa bi jo rada? Vse sem uresničila, kar sem hotela. Vse? No, kaj je bila pa najbolj nora stvar, ki si jo naredila? Ja, saj namigneš malo, če že ne upaš povedati, recimo. Ja? Pa ne bomo povedali vsega. Mislim. Ja, da ne bomo potem pogledali to, pa bo tako, kaj bilo to v mene, pa se... Ja, no, mislim, pa samo malo namigni, v katero smer. V katero smer? Ja. Zunaj. Zunaj, mislim, kot da je zdaj tako takega pizda. Ja, saj ne... Zunaj, ne veš, kje je zunaj. Ja, marsikaj je lahko, ampak to se lahko ful dogaja. To se lahko ful dogaja. To so klasike, niso? No, ne vem. Vse je lahko zunaj. Kje je na letalo, na vlaku? Letalo je tudi zunaj, ladja je zunaj. Ja, pa to si sprobala že ta prevozna sredstva. In? Kaj je najboljše? Ja, kar vre. Kjer je najboljše? Kjer je najboljše? Ja. Avto je kar taka klasika, se vem, da vedno, samo je fajn. Ja, no jaz imam premali avto za tak. No, fafaš lahko, ne moreš pa seksati. V malem avto se tudi da. Ja, samo moraš biti mali. Ja, kar pa ti si, ne? Ja, kaj pa drugače, no, bom rekel, v seksu, kaj te drive, kaj je tisto, da rečeš, fuck, to je pa moja scena. Kaj pa moja scena? Ja, rečemo. Jaz sem, tako sem rekla, jaz sem odprta za vse, samo sicer jaz sem tisti tip osebe, da bolj ti zaupam, bolj smo povezana, več stvari lahko počnemo. Tako da to je taka proces pri mene. Pač, če boš me prvo spoznal, ne bom tako odprta za vse, kot pa bi bila kasneje. Zdaj pa najbolj pa je tako, isto kaj me privlači pri moških nasploh, pač, da boš ti vzel vodstvo, da boš vedel, kaj hočeš, da znaš komunicirati, kaj hočeš, ne da si samo tako, ne vem. To meni že čist. Če te jaz sprašam, kaj tebe napali, pa me ti ne znaš kot moški povedati, ne boma. Kaj pa če bo nerodno povedati, ker je preveč ekstremno? Ja, te ni za mene. Jaz rabim tipa, ki bo znal povedati, ker če ne znal te pač. Ja, pa si fukjena, mislim, na teh stvareh, si odštekana. Ne vem, to pa ne povejo vsi partneri, ki si jih imela. Koliko si jih pa imela? Koliko sem imela? Resni zvezi 2. Ja, kaj pa v njih? Tisto pa ne povem. Velik? Ne. Kaj pa ne bi počela? Kaj pa ono turn off, the biggest, da češ fuck ne? Ful ne maram nog. Ne maraš nog? Mislim, nog, v kakem smislu nog? Pač ful ne bi počela stvari z nogami. Kaj pa da bi on te poljubilo stopala, pa to? Tudi ne? Po mojem bi mogla biti poročana. Res? Ja. Tako daleč bi se mogla zgoditi. A to ti pa mnoge? Ne vem zakaj, tak mi je, tak ne vem. Ne vem zakaj. Kaj drugo pa gre vse skozi? Skoro. Pač tudi tako ne bi, da bi me pokakal ali pa bruhanje ali pa kaj takega, to mi je tudi. Dobro, to so ekstremi, ja. Ja, ampak samo tu mnogi delajo, veš? Ne vem samo. Mislim, komod za njih. Ful cool. Ampak jaz ne. Kaj pa pising? Pa... Če smo že pri tem. To še lahko. To še gre? Ja.
Okay. Tako smo zaročena. Ja, no, to se me veseli, da imaš te določitve. Ja. Čuj, kaj pa recimo, to mi povej, no, kaj meni fascinantno pri tej spolnosti in erotiki, ne? Imaš žensko, pri enemu totalno zadržana, pri enemu pa prava pornozvezda, ne? In pa drugemu ni jasno, pa koliko pa teta pa pizda, ne? Ja, zato, ker je znal on v njej prebuditi demona, ne? Tako je, tako. Tako. Ni to zanimivo, ne? Je zanimivo, samo to je čisto ta komunikacija. Ko sem glih rekla, pač, če meni moški ne bo znal povedati, kaj tudi njemu paše, kaj njemu všeč, vem, da ne bomo nikam prišli. Ker kaj naj pa se jaz začnem, če ne vem, kaj ti sploh paše. Ja. Te samo pač obstajam tam. Ja. Kaj pa ti poveš? Ja. Čisto vse? Vse. Na prvem zmenku že? Ne. Na drugem? Odvisno pač, kak je zmenek, pač, pa v kaj bomo šli. Pa upaš čisto vse povedati, kaj te pali. Ja. In kako vidiš reakcijo? Mislim, pač nisi za mene. Če bi ti bil recimo ful všeč, ga ne bi mogla malo preobraziti. Pa jaz se ne bom nikoli spreminjala. Kaj je tudi meni všeč? Ne, se spremeniš. Ne, ampak da ga prepričaš, da je tudi njemu to všeč. To mi že ne gre. Pač določene stvari, samo se mi zdi tisto, ko si že v neki zvezi pa dlje časa, da če boš nekom samo tak spal, ne moreš dobenega v nič prepričati, ne. Ampak določene stvari tudi mene, po mojem, lahko potem, če njemu všeč, kaj določene, kaj meni ne bi bilo, pa potem nekako to je valjda. Recimo stopala, ne? Tako od stopala. A se morate poročiti prej, ja. Se moramo poročiti. Ok. Tako da, vse se da, samo koliko pač zdaj je tudi on pripravljen, ker jaz ne bom vseh kompromisov naredila, on pa pač nič. Tako da, to vse nam. Ok, daj mi reči, kaj je tvoje, če še malo pred seksom, ko vidim, da rada o tem govoriš, tvoj najboljši pa najslabši seks? Kaj bi rekla, imaš mogoče to prav nekje, da se prav spomniš, wow ali pa fuck. Ja, se. Lahko malo poveš, pa ne, zdaj ne boš šla zdaj mogoče v potankost, kakorkoli, ampak kar ti želiš, ampak kaj je tisto, kar je prevagalo, da je bilo tisto najslabše, ta je bil recimo najboljši? Da ve, kaj dela, brez da mu povem. To je ključno. Da ne rabim ti povedati. Da te je zgrunto. Ja. To ful pomeni. Če ti moram jaz vsako stvar povedati, je lahko ful dober, ampak če sem ti jaz mogla vse povedati, ne. Če pa ti sprobavaš, vidiš, razumeš reakcijo, razumeš body language. Ja, to je potem kaj najboljše in kaj najslabše. Nisi ti tako neumna, veš? Ne, sem kar brihna. Ne, vidim, da res ne. Kaj pa recimo, zakaj pa misliš, da imajo ženske še vedno v tem modernem času še vedno toliko težav, ravno na področju spolnosti, pa hodijo neke tečaje, pa si med sabo neki zaupajo, pa gor dol. So krivi moški po tvoje, ali so krive same ženske? Jaz ne bi dobenemu dala krivde, ker mislim, en del je tak, kak si odraščal, če recimo doma bilo to zadržana tema, ne boš potem mogoče tako odprt. Tudi če si, ne vem, doživel kakšne določene travme povezane s tem, ne boš tako odprt. Pa nasploh se mi zdi, da za ženske marsikdaj ta tema tabu, zato ker pač, ne vem, takoj ko ženska malo bolj odprta za to stranjo sebe, res bo obdala to korba, ne vem kaj lahko, kajkoli. Ni to zanimivo. Pač, ne vem, je to noro. Vsi moški bi radi imeli, bom rekel, zdaj gredo prasice v posli, ne? Ampak ko pa ena to je, in je, kaj stari, tole pa ta pa ni. To pa malo preveč zdaj. Ni to zanimivo? Ja, ne razumem tega, niti malo, ne. Ampak je pa to konstantno, mislim, sebi bom rekla, tudi po mojem moški, kateri grejo skozi to, pa ne mora biti zato toliko odprti ali pa kajkoli, samo, ne vem, toliko je na tem samo komunikacija. Pač, če bi enkrat si pustil duška, skomuniciral z partnerom, z nekom, ki mu zaupaš, s prijateljem, kdokoli, bi toliko lažje ti bilo v življenju, ne vem. Se mi zdi, je to taka zadeva, ker mi sami si damo toliko pritiska, ko ne bi rabilo biti. Pač to delaš za užitek, za kajkoli, pač fajn ti bi moglo biti, to je glavna stvar. Potem pa ta je toliko zadržka. No, ker glih jaz tudi to poudarjam, ta pogovor, ne, to manjka, ne. Pač ljudje mislijo, da bodo s seksom rešili prepir, ne, s pogovorom ga boš rešil, ne, a veš, ne. In ta manjko komunikacije se potem zagotovo odraža tudi v posli, zdaj pa tudi to varanja in pol razni frajerji, ki to obvladajo, na ta način uletijo noter, ne, se to je čisto klasika, ne. Ampak ti bom povedal, da ogromno žensk ni zvestih, ne. Ogromno žensk skače čez pot, ni to samo moška zgodba, se s kom pa moški vara, zdaj ne sam seboj, ne. Ampak hočem reči, da ogromno parov niso zadovoljni na tem področju. To je meni fascinantno, hočem zdaj pametovati, ker na koncu pa si tisti sam, ko imaš problem, ne, ampak
In mogoče je res to, kar ste rekli, da se ne pogovarjajo. Ne? Ampak jaz sem se menil na to temo z ljudmi, ki je nastal problem. Ne? Se pravi, ko ti praviš, povej mu, kaj vse ti paše, če to, ni za tebe. Ja. Ok, ne? Ampak da je on vseeno vredo, da je ona vredo, da se razumete, da se ima ta rada, ampak on ima nek fetiš, neko norijo ima v glavi, ki jo on bi, nje je pa to, da je fuck. Ampak on bo slej ko prej, bo to naredil drugi. Ja. Ali bo pa potihem nesrečen. In še nekaj, če smem predno boš odgovorila, da si ti s prejšnjo osebo navajena bila nekih norij, pa da jih druge ne bo, boš imela spet problem, pistane. Ja. Kak je s tem? Kak je tvoj pogled na to? Mislim, definitivno razumem, pa razumem, da potem gre varanje večinoma zato, ker tebi manjka nekaj. Ja. In potem to je taki efekt, da greš varat, ampak se mi zdi določeno, pač narediš kompromis. Ja. Narediš nekaj, mislim, če ti imaš nekoga res rad, saj veš, da ni perfektna oseba, da ne bo vsako kriterijo zadev, samo če je res vse drugo vrede, pač jaz bi tudi za noge, če bi bil perfektni, vse drugo bi prepustila. No to sem hotel čuti, ne? Se pravi, bi še žrtvovala. Bi se. Ja. Ne, tako da po mojem je to, če imaš res nekoga rad, pa je vse drugo perfektno, da pač res to ti je tvoj idealni par, pa greš določene kompromise. Ja. Pač, zdaj, če je res nekaj takega, ko pač ti ne moreš, ne vem, da bi tvoj imel full trojčka, ti pa pač nisi za to, pač te res ni mogoče perfektni tvoj partner, ker... Če bi on to konstantno ja, ker on bi tudi mogel se potem zavedati, da je to tvoja meja, vse ima mejo določeno, kaj bo šel skozi, kaj pa ne. No, ampak če smo že pri teh trojčkih, si pa predstavljali situacijo, ker vidim, da nisi najbolj navdušena nad tem, če posebej, če bi imela nekoga, ne? Ja. Ampak predstavljali si situacijo, da on moškega pripelje drugega. Ne? Ja. To je ful popularno, zdaj tako kult, da gleda moški svojo bejbo z drugim, ne? Ja. Ampak da je on ponosen na tebe, da ti uživaš pista s drugim. Pa da ti da glavo v naročje, pa te gleda, to so zdaj ekstremni pogovori, ampak tako pa če. Ne? Recimo on drugi v tep noter pizda te žge, tvoj pa te gleda v obraz in na te je ponosen, ljubim te. Si predstavljaš to situacijo? Ja. Si predstavljam, samo pač in tudi ne bi bila, ne bi te rajcali to. Ne. Da bi ti res dovolil. Da bi on mene, pa bi bil tako, kak sem ponosen, da Ja, lahko pa dobro, jaz. to tudi, no ja, dobro, ampak govorim. Glej, kak je Ne bi ponosen. bila za take nore zgodne. No, mislim, imaš to pravico. Ne? Mislim, tako kot sem rekla, Ja. jaz bom rekla, da sem odprta za vse, zato ker nikoli ne vem, kaj se jaz spustim, kaj se bo zgodilo, kaj kole. Ampak tako, da gledam sama sebe, se ne vidim v tej situaciji. Okay. Ne. No, tu si Bi še bila bolj ponosna, če bi mene samo moj moški. Pa dobro, Če bi bila tako tisto, kaj meni jaz zadosti verjepam, zato si drugega poklica. A tak bi imela, te pomisleke bi imela. Aha. Jaz sem bila tako tisto, zakaj si te rabim nekoga drugega? Ne vem. Okay. Ti, kaj pa ta fama teh velikih penisov, ne? Ja. Recimo, da je ženska ima dva, tri tipe, ki to imajo, Ja. pa prije do naslednjega, ki tega nima. Ja. Bo imela problem? Lahko. Kaj pa to? Kaj boš rekla fantom zdaj na to temo? Mislim, Kaj boš rekla fantom? Ne? to, ko rečejo, velikost ni pomembna, Ja. do določene meje, seveda. Pač, če imaš mikropenis, to malo namreč nič, žal. Ampak je pa dosti komunikacija, lahko so druge stvari ful bolj všeč, potem tudi kak delaš, kako se ona počuti ob tem. Dosti je tako, kako se boš počutil tudi ob tem. Če me boš ti naredil, da se jaz ful počutim tako, da me ful hočeš, pa ono, bom tudi bolj me pasalo. To je čista logika, sem dosti fantov to malo pozabe. Pač ful dosti načinov je izboljšati. Igračke obstajajo, ne se jih bojte, ali pa pač ne vem kajkoli. To imaš ti rada, ne? Ma ne namotijo. Ja, kjer je pa? To pa Mislim, ne vem, če si že omenila, ne? dosti. Butt plug. Ne. To pa ne? Pa ne vem. Mislim, To ne čakaj. bo bedno. Pa tudi pa bedno. Mislim, zdaj že imamo stopala, imamo zdaj že butt plug, kakanje, bruhanje, zdaj imamo že 4 stvari, ki se ne dajo delati pri tebi. Kak je, zdaj če dali več je tega, zdaj, kako to zamisliš ti? Ja, glej, ne morem čisto. Mislim, ja. Glej, Ja, kaj če glej? se poročimo, A ja, pa lahko kakam po tebi. Ok, pošteno. Ne, pošteno. jaz sem dala ne. Pošteno, lej, ne, pa hočem to reči, ne, ko si prej omenila to, ne, te velikost, ne, dobro, Ja. kaj je mikropenis, kaj je to, koliko Pač ono centimetrov? res, Kaj je to? mikropenis je pač Kaj je to? zdravstveno, ono, ne vem koliko je centimetrov to, ampak Ja. zdravstveno, ko je Aha. ono, da imaš mikropenis. Pa v Vsaka- erekciji misliš, da je še vse čisto? Ja, da je čist male. To si videla že kdaj? Ne. Ne.
Okay. No, kak je pa dolžina, ko pa je vredno po tvoje? Kaj je vredno? Tudi centimetrov, Po ne vem. moje ali nasploh? Po tvoje. No, pa smo tam, ne? No, kar povej, da bo vedel. Meni osebno Opa. 17. 17? Ja. Koliko je to? To je več kot 16, ne? To je več kot Okay, kaj, če je 16. pa manj kot 17, je kaj? Te pa Pizdeja? se moraš, ne, Ne. pač samo moraš druge, pač, če ga znaš uporabiti, Aha, bravo. komod. Okay. Samo, dobro, saj to te, kaj imajo velike, so tudi pač za en k včasih, zato ker imaš No. velikega, pa misliš, da Ja, pač ja. je to za dost in potem je samo za en kurec. Ja, ja. Jaz sem imela velike, pa je bilo za en kurec, Ja. ker pač, kaj bom s tem? Kaj pa, če so preveliki, izgled ni vredno, je? Ja, da, če zna uporabiti, Ja. ok, če pa ga ne zna uporabiti, pa samo obstaja, Ja. pa tudi spet. Se pravi, Kaj se naj začne s tem? zdaj smo spet pri energiji, pri feelingu, pri Ja. strasti. Ne? Tako. Razen če je mikro. Pač, tisto ne more niti dati not, ampak Ja, tisto ja. zdravstveno mikro. Ne rečem, zdaj, ko ima nekdo malega, pa si reče mikropenis, to ne, ampak Ja, pač zdravstveno mikropenis. Veš, kako smo to lepo razpucali. Da ne bomo samo v seksu govorila. Ja. Jaz sem si v tebi prebral tudi te tvoje dosežke, ne? In tam je fascinantno, da si nastopila v tem zelo nagrajevanem in cenjenem videospotu skupine Siddharta z naslovom Ja. Mir, Ven Ja. Jemršič, naš prijatelj, to režiral, mojstrovina, in jaz sem si ga malo prej smo imeli to znežal pogledati, imaš nekaj teh črno-bel je, ne? Ja. Teh lepih kadrov, pa Tina naša je noter Ja. tudi, ne? Tega imaš premalo, se mi zdi, bi rada Ja. imela več teh vlog, ali kako ne Ja, rečem. Ne? ful, Zakaj ful. pa ne priješ od kaj fora? Si preveč odštekana. Po mojem, da včasih misli, kateri, ja, zato ker, ko gledam, kere vloge imajo, pač ono klasične, Ja. blond. Ja, ali pa narodno zabavni one, videospoti. Ne? Ampak Da bi se drugače, našla jaz noter v sem, tem, ja, mislim, jaz sem ja. bila ful v narodnem zabavnem videospotu. To si ful želim. Jaz sem bil že v 4. Ne? Jaz bi ful bila, Ja. da ne me nekdo. Ja, pa kako bi bila oblečena? No, tako zdaj. Ne, lahko sem tudi v narodne noše. A bi bila? Ja, takoj. To je bilo ful zabavno. Okay. Jaz sem ful odprta za vse, pač ne rabi biti vse v mojem Ja, direkt stilu. ja. Pač ne vem, zdi se mi zabavno, bom šla to početi. Pa si bila poleg Siddharte še v kjerem? V Siddharti kot music videu ne, sem bila potem Ja, vlogo si imela v nadaljevanki, kjer je pohvalce? inšpektor Vrenko. O, kaj je to? Ja. Druga sezona. Ne? Druga In sezona. kakšna je Ja. bila tvoja vloga? Not? Tako je bila dejansko zgodba za tem. Jaz sem prišla samo kot statistka. Jaz sem bila najeta samo za statistko, da bom šla mimo v enem Aha. stageu. Te pa me je videl režiser, pa je bil tak, veš kaj, ne, ti si boljša v vlogi, da boš kupila droge. Pa sem tako, okej. Ne, ti In so me okay, kar mene vzeli, tista Ja. punca, kaj je bila, pa potem dobila statistično vlogo. Aha, Tako da bravo. malo mi je žal za punco, ki je prišla, pa mislim, da bom imela vlogo, ampak sem potem jaz jo dobila. Pa koliko je bila to, kaj vloga? Pač ni bila neka wow Si kaj vloga, ni bila, govorila? ne, samo Aha. pač videlo se je, da sem pač jaz skupila, Ja, pač ja. v glavnem kadru sem bila posneta, ampak pač meni je bilo vseeno pač ful zabavno, pa tak, To so fajn izkušnje. ja, Pa si tako še kaj tega imela? Ne, samo Vrenkota. Vrenkota samo ja. Mislim, zdi se mi, kot da sem še bila v neki od zadaj, sem se ne spomnim. Mislim, da ko sem bila mlajša, pa smo za hip-hop imeli, vem, da sem bila od Sebastiana video, če se Aha, ne motim, okej, od zadju, okej. ampak nič pa takih velikih Si vlog. pa to želiš, ne? Ful. Torej te mora nekdo videti, pa te poklicati. ne? Ja, prosim. Kaj pa na filmu bi imela kakšne ljubezenske prizore? Vse lahko imam, pač ful sem odprta za vse. Čeprav jaz bi ful v grozljivki nastopala, ne. Da ubiješ, Očitno. da zdaj ga zakoleš, pa mu Ja. odrežeš tiče stran, ne? Pa ga poješ. Ne? Recimo, ne? Makar. Ok, vse za film. Ne? Vse za Ja. film. Kaj pa pornografija, to te je zanimalo kdaj, da bi se preizkusila v tem, pa da ne bi vedeli, da to delaš? Ne. Ne, to te pa ni. Zakaj? Ne, ne Zakaj? vem, nikoli pa ni. Pa kak je tvoj pogled na pornografijo? Pomeni, da imaš neke bolj stroge poglede, se motim. Nimam strogih pogledov, ful podpiram Aha. sex work, pa vse to. Okej. Jaz sama sebe se ne vidim v tem, zato ker, kot sem rekla, jaz sem tako ful preveč čustvena oseba. Jaz bi bila tako, jaz se bom zaljubila. To ti Jaz pa ne ni morem. videti. Ja, tega, soigralca s pornografijo. Ja, pa bom jaz tako, jaz se bom zaljubila, jaz Pizda. ne morem. To pa res ni pa za tebe. Ja. Ne. Pa kaj se tako hitro se zaljubiš, kaj? Ne, jaz se hitro zaljubim, samo tako, ne vem, meni je seks malo več kot samo pač seks. Aha. Zato tako ne vem, ne vidim se te vloge, pa pač bolj mi je tudi, kak je marsikateri posnetek narejen, pa vse to. Zaradi, recimo OnlyFans bebe, ko so tudi dosti teh moje kolegice. Ti pa to nimaš, mi- imaš OnlyFans? Ne, nimam. Nimaš. Nisi imela nikoli? Ne, nikoli. Okay. Ful jih podpiram, ful mi je fino pogledati njihov kontent, ko mi pokažejo iz kakega photoshoota kajkoli, ampak ker je tudi malo bolj estetsko prikazano. Se mi zdi, tudi klasični porniči so ful tak pač za moške, toliko da
nekaj je, ampak ni pač estetsko. Če bi bilo na dosti bolj estetskem nivoju, mi je, ampak še vedno pač ne vim se. Jaz vedno tako gledam, če se ne na 100% počutim, kot to bom šla narediti, to mi je ful fino deluje, ne bom šla. Samo da bi nekaj sprobala, ne bom. Nekaj, gled, sej pornografija zadnje čase je šla zelo v ekstreme. Ne samo to, da je posneto tako in tako, pa tudi ta gonzo stil, tako imenovani amaterski stil, to imajo zelo ljudje radi, da izgleda čim bolj amatersko, ne več nič umetniško. Teh pravih filmov, ko so bili nekoč, prav za zgodbo, tega je zelo malo, ampak te vprašam zdaj to, ta ekstrem pornografski, ne? Odkot misliš pa, da je to zdaj izvira, ker to snemajo zato, ker to trg zahteva. Jaz tudi ogromno teh erotičnih sejmih bil, Berlin, Praga in tako naprej. Navaden seks, pa ti hočeš iti pornografijo, navadnega seksa v tebe ne rabijo. Rabijo bejbo, ko bo imela 3 črnce pizda v riti, rabijo bejbo, ko bo pizda, ne vem, z 10, ko bo z babicami, ko bo s pizda maternam. Klasike ni, da boš rekla ne, zato ne bo noben prisilo, samo ne boš naredila kariere. Ker trg te bo izplunil ven zelo hiter in ne boš mogla reči tole pa ne bom, tole pa ne bom, tole pa ne bom, rekla, verjetno pa bo pa druga. Vse prisilo, da ne bo noben. Ampak to mi pove, zakaj misliš, da je ali tako zdolgočaseni so postali ljudje, ker moški so največji odjemalci tega še vedno, ampak kaj je fora, da jih pali ta ekstrem, če dalje hujši. Recimo tudi jaz si porničo, res nisem gledal zaradi profesije, ker sem mogel ugotoviti, s kom imam intervju, ampak da bi zdaj mene rajcali, a veš, ne vem, 3 tiči pizda v riti od neke bebe, zakaj bi me to rajcali? To pogledaš pa rečeš, fakt, svaka ti čas. Ampak tisti rajc, je pa tudi na pornofilmih meni bil vedno ta strast, da sem pizda verjel, da vzdihuje, da je res. Dobar, lahko sta maksimalno 2 tipa, ne pa pizda 4, ampak, ali pa lezbijke, to je pač klasika. Ampak zakaj misliš, da je ekstrem postal tako interesanten odjemalcem pornografije? Po mojem, da ni toliko, da jim je rado interesanten, ampak je tisti shock value. Torej ti boš slišal, da ta beba je to pa to naredila. Malo te bo mikalo pogledati. Če ne druga, pač ne bo toliko, da boš tak, to me bo zdaj ne bo izrejcalo na celem svetu, samo bo šokantno, tako kot ona beba, ko je, ne vem, zdaj za 1000 tipi imela nekaj. Pač, vse to te ne, po mojem, mogoče določene moške, ampak ne bo vsakega, veš, to pa me tak zarejca, ampak bo šel gledati, zato ker te zanima. Se pravi ta šok. Da je šokantno, boš pogledal. Po mojem, da bolj to, dobro se bom rekla tudi, zdaj so ljudje tudi malo bolj odprti glede svojih fetišov, povejo vse, tako da določene stvari vem, da zdaj bolj bojo na trgu zaradi tega, ker pa si tudi odprt za to. Pa tudi lahko se zgooglaš, ono, drugo, tretje, vse ti vrže ven. Samo se mi zdi, to te ekstremne variante pa so samo zaradi šoka valuta. Sam tega ful, veš? Kariero si na hitro narediš tak, ne? Pač imaš en šokantni video, pa si skoraj tu. Kaj pa ta, recimo tudi vem, to sem tudi sam opazil pri teh dekletih v tem poslu, vse silikon, umetne usnice, pa če dali bolj čuden zgleda, pa ona še kar, pa to večja, uno večja, pa vprašaš, pa reče, odkar sem si povečala joške, odkar sem si povečala usnice, imam ful več followerjev, fanov, da mi pa to pojasni. Recimo jaz kot moški gledam, mi to ni lepo. Je grdo, pizda. Ne govorim zdaj o operaciji joške, ena, ko ima ekstremno male, pa še, rekel, zdaj grdo grde, pa si to popravi, porihta, ali pa ena, ko res nima nič usnic, pa se pa govorimo zdaj o teh ekstremih, pa se pa vidijo še tretjerazredno narejeni te rezi na joškah, pa gor dol pa umetne riti, ko se ti to obrne okrog, pa to je lahko ful nevarno, to niso heci, pazi, ampak zakaj ženske, ampak moški, kdo je kriv, da je ta umetni zgled, pizda, tako popularen, priljubljen, da bolj ko je umetno, bolj ko je izpopačeno, bolj ko je nenaravno, bolj je rajc. Kaj je fora to pisa? Da mi to pojasni. Da ni več make-up pa Photoshop, to je kurac, to je mimo. Da se moraš res operirati, pisa, ne? Mislim, tako bom rekla, prvo kot prvo, če se katera hoče iti operirati, tudi moški, naj grejo, podpiram, pač ide, jaz samo mislim, da je tu meja določena, ker določene stvari več niso tudi nevarne. Zdaj pa zakaj je to? Po mojem, en del je porno industrija zaradi tega, ker so promovirali ženske z velikimi ustnicami, velikim oprsjem. Neka fantazija, to vedno. Ampak to je bilo že od nekdaj tako. Se mi zdi, da težko kateri tudi ven prije iz tega kroga. Plus tega tudi ženske imajo žal, ne vem, grši pogled na sebe, se mi zdi včasih, pa mislijo tako, če se zdaj nos popravim, če si ono, bom potem srečna sama seboj, kajkoli, ker lahko so moški dali slabi vpliv na njo, družba, starši, kdokoli je lahko,
povzročitelj tega, je pa tudi to z socialnega omrežja. Ti pač vidiš nekaj, ni tako kot ti, zavedaš se, da je recimo tista oseba šla skozi operacije ali pa kajkoli in pač potem misliš, ok, jaz pa pač moram, da bom potem lahko tako zgledal. Okay, gledam, zdaj ne vem, kako spremljaš, kaj je Pamela Anderson, ne? Ja. Ne, zdaj ampak dobro, zdaj zadnje čase se mi zdi, da je šla pa celo mal v prevelik ekstrem kontra, še neko čudno frizuro, je tam Met Gala, sem gledal, bila neko frizuro, ko nobeno na svetu pizda ne paše, tiste neke, kak se te šiške, ali kak se reče, te pizdariji, ne? Ne rečem, da bi mogla biti taka, kot je bila v Baywatchu, ampak ona ima to naravno sceno, kao fura, ampak pizda, misliš, je pa to, je pa vsem preveč, no, natura se motim, je to fajn, da je to naredila. Mislim, tako bom rekla, da je čist nekaj drugačnega, kot je Hollywood navaja. Ja, to je šla čist kontra, vsekala, ne? Ampak potem, ko sem gledala intervjuje z njo, pa kak je rekla, kak je srečna zdaj, pa se ne morem jo niti pogledati, kot da bi bila zdaj grda ali pa kakoli zaradi tega, ker je tako srečna, pa tako. Verjameš to? Ja, ker ko vem, da je samozavestna, pa kako pove o sebi, sem tako razumem te. Pizda. No, zdaj se meni pač ta frizura mi je šla na kurac, ko je imela vse druga, ne, ampak sem se pa pizdo materno, Pamela, kaj nam delaš? Pa še vedno je lušna, ne vem, jaz si vim brez make-upa, pa sem tako, wow, ti tako zgledaš pri teh letih, brez make-upa. Pa tudi operacije imela, veš, dost, ne, dejansko je še... Še vedno lepa, pač zelo, pač ne vem, meni je še vedno ekstremno simpatična, pa kako se nosi, pa vse tako. Ok, zdaj pa to vprašam te, kar vprašam vse svoje goste, kdaj si nazadnje jokala in zakaj? Zdaj sem nazadnje jokala. To bo zdaj tako malo žalostno. Nazadnje sem jokala, ne vem točno datumsko, po mojem, da 1 leto skoraj nazaj, ko je moj ata skoraj umrl. To je bilo zadnje, ko sem skoraj jokala. Pa drugače, velika ti jokaš, ali ne? Sem čustvena ful oseba, tako da se zjočem, jaz se že zjočem pač od veselja, mislim, tudi na jok me je zdaj šlo pred kratkim, ko se od najboljše kolegice odišla, ker smo na distanci, mislim, ona živi v Nizozemskem, jaz tle, tako da pač ne vidimo se toliko, da že to mi je šlo na jok, ko sem šla domov, ampak sem pa ful čustvena oseba, ful sem taka, ja. To ti ni videti po fotkah. Ful sem taka nežna. Po fotkah ti si izgledaš prefukjena, ne? Nič ne izgledaš nič nežna, ne? Ja, pa sem. Ja, gledaš, kot da imaš bič, pa da tepeš tipe, pizda, mrš, kot da buf. To mi vsi rečejo, ja. Ja, pa ni to res. Ne, jaz sem ful taka nežna. Ja, tako ti izdaješ, ne? Ja, pa te moti, da te narobe gledajo. Do določene meje. Mislim, se to sem tudi jaz. Ja. Je del mene, samo pač ni vse to. To je tako, ne vem, 15% mene, kaj vidiš ti na socialnih omrežjih. Pove so že druge stvari. Tisto, ko hočeš spoznati, bo spoznal, ne? Tako. Koliko pa imajo fanti dejansko šanso, pa tudi dekleta, no, se zadnje, ne, da te zvabijo na zmenek, na pijačo, na kavo iz državnega omrežja, ker če imamo čedne lušne punce, pa ki se izpostavljene, pizda imate na dan, predvidevam 500 takšnih in drugačnih povabil, ne, se te bojijo. Ne, jaz sem dobim nekaj. Res? Mislim, da bi bila tako, prosim, pišite mi, pač niti približno nisem taka, ampak pač ful ne dobim. Kako pa to? Ne vem. Imaš tak imidž, da ti ne smejo pisati, ali kaj? Mislim, nikjer nisem kaj objavila, da... Mislim, ta čas, ko si spoštljiv, da nam je zdaj pišeš, ne vem kaj, tako koliko staneš na noč. Ja, no ja, razumem, ne, ampak od teh blesavih sporočil, kje bi te pa pritegnilo, da bi te pa zanimal nekdo? Meni je ful všeč, če ima humor, vse kaj na humoru me takoj privabi, če je umetniška duša, torej to, da ne vem, ali mi da kompliment za kakšen kostum, ki sem naredila kakoli. Nekaj, ki ni specifično takoj moje telo, ali pa kaj jaz počnem, ali pa kot vsi moški so tako, lahko za mene privat nastopaš. Ne. Če pa si ti, ne vem, tako, tudi make-up je bil ful dober, kostum si super naredila, dejansko priješ na nastop, ne na samo rečeš, jaz bi ful prišel te gledati, pa nikoli ne prideš. Take stvari. Nekaj, glej, to hočem reči, da to imajo fantje, velike greške delajo pri lušnih in seksi puncah, da grejo hvaliti, kako so lušne pa seksi. Stari moj, ona ima tega toliko poln kurac, da s tem ne boš nič naredil. Ne, zdaj, dobro, zdaj igraš neko dvojno, trojno igro, si malo zvit, ok, pa če si mojster, hvala Bogu, ampak to te ne bo dobro, ko ste enkrat skupaj je fajn, ne? Ampak govorim na začetku, če ti milijon ljudi reče, da si seksi, pa cool, kaj je zdaj on s tem naredil, da ti on to isto reče? To je ta fora. Ampak to moški tega ne vejo, ne? Pa ne vem zakaj, se mi zdi, da toliko žensk že to omenilo, da bi zdaj počasi bil že malo čas, da se... Sam moški viš vidi dekolte, kaj bo rekel, imaš lep make-up, ne reče, ful, imaš dobre oške, ne? To so vsi rekli, kaj si s tem ti zdaj naredil, ne?
To je res pizda, ne? No, zdaj pa, če ob koncu midva zamenjamo malo vloge, ne? Ja. Pa dam jaz tebi dovoljenje, da me vprašaš 3 vprašanja, Okay. ko me želiš, Okay. si lahko da zdaj duška in se bom potrudil biti iskren. Ne? Če bo le šlo, nisi koš vprašala. Ja. Cela pripravljena pizda, ne? Ok, izvoli. Imam eno vprašanje danes. Ok, no. Kaj pa je en stereotip, ki imajo o tebi, ki bi si želel, da ga ne bi imeli? Dobro vprašanje. Zdaj, čeprav tega stereotipa je zadnje čase vseeno ga je manj, Okay. ker sem začel delati marsikaj drugega še, ne samo seks, ampak seks je ta stereotip, pa se je logično, da ga imajo, če sem imel pač edini v Sloveniji, pa celo širše to erotično vdajo in pol te s tem povežejo, ne? In se te bojijo. Ne? In pol imajo v glavi, da te bojo najeli za neko prireditev, pa boš tam uletel, pa boš govoril, fuk, kurac, pička. Ne? Ja. Ampak ne bom, ne? Ker nisem budala. Ne? In pol, ko vidijo, da ti znaš to, pa ono, pa tudi mladinske stvari delati, pa bla, 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 pa ta zadeva malo pade, ampak še vedno si pa ti tisti gartner, ki ima pa čez seks. Ne? Ja. Ti ne boš verjela, koliko še vedno, ampak veliko manj kot nekoč, je meni fanta upisalo privat, če jim lahko kakšne punce za seks zrihtam. Veš koliko? Ful jih nekaj, pa kaj ti zgledam, pizda, ko zvodnik. Ne, pa ti to poznaš, pa si nekaj pa stari, pa kaj govori si, fuker, ne? Ja. In pa sem se prav naučil, da sploh ne odreagira, če te lahko nekaj vprašam, že vem, da bo oslarija, pa pustim, ne? Punce pa po drugi strani mi pa pišejo za seks, ker so navajene, to je ta istok, on bo za to, ne? Ja. In tukaj je mogoče malo težko potem prepričati katero, da pa ne mislim samo to, da mi je pa res všeč. Ja. Ta je čas malo težka, ne? Ker se me pač drži ta imič tega nekega jebača, ne? Ja. Ampak se pravim, no in ta stereotip je verjetno res ta seks, ki se te prime, ampak je logično. Ne? Ja. To bi si rekel, zakaj pa je to, ja, pizda, ne morem to reči. Ne? Ja. Ampak te podcasti zdaj so dobra fora. Dobro, danes mi dva govorimo dosti o seksu, ker si pač ti odprta in sproščena punca. Ne? Pri vseh gostih ni tako, ampak tudi to je en tak dokaz. Pa se pizda, se pa ne govori skozi samo o tem. Ne? Ja. Ne? Tako da ja, to je en tak stereotip. Ja. Drugo vprašanje. Drugo vprašanje. Ja. Sem te pripričal, da bi si prišel gledati burlesk šov. V bistvu sem že ves čas, veš kaj je moj problem, ne? Ampak to je moj problem osebni. Jaz bi z veseljem na vse to prišel, ne? Ampak zadnja leta sem se navadil, ne vem zakaj, da prijem sam tam, ko ali delam, ali ko me bodo najel za neki, sploh ne vem, da sem na zadnje šel na neki samo gledati, brez da delo intervjuje, pa snemu, pa sodeloval. Samo to je slaba lastnost. Ne, ampak ja, to je zelo slabo, ker pa se ne znam sprostiti, veš? Ja. Ne? Se pravi, čakaj, kam se je šel na njen šov, ali bom mogel tam neki voditi, ali me bojo poklicali na oder ali neki, ker za to sem jaz, ne? Ja. Da bi šel pa prav gledati neki, to pa se pisa 100 let ne spomnim, da bi šel prav neki samo gledati, tako da ja, mogoče bi pa bil čas, da pridem pogledati te tvoje, ko jih vrtiš, ne ko boš ti zduh ali kaj, ko si bila, ali kaj se si bila, ne? Snežak. No, Snežak, ja, pardon, ne? Pa si imela zdaj neko premiero, malo nazaj, kaj v Mariboru ste imeli neki, ne? Druge, nisem jaz imela. A nisi imela ti? Ne. Mi smo samo to skvirkago to imeli januara. Pa mislim, da to mislila, ja. No, gledam, ja, mogoče bi pa to bi mogel priti pogledati. Da pa imaš naslednjo? Naslednjo po oktobra. Oktobra, pizda, če smo zdaj. Ja, imam še druge predstave. Imam še drugo, Kvirkago bo oktobra. Ja. Drugače je tudi na Meji nevidne bom, tudi na Prideu bom. Ja, to bo zdaj v Ljubljani, ne? Tako. Ampak kaj pa prav ti, da bi kaj ti sama režirala, naredila, to si že? Svoje fotošute prav organiziram, pa imam projekte razne, drugače pa tudi je v delu, da bi svoj kakšni šov naredila. Predstavo prav naredila. Ampak drugače pa vsaka individualna, ko samo mene najamejo, je moj šov in je Jaz sem vse to te po pa mene. posebej najame, to Ja. pa ne morem priti zgledati. Jaz bi Čau. neko tvojo... Teba moramo to narediti, mojo točko, dajmo ven. Ja. Naj nekdo pokliče. Ja. Za film, potem pa za to. Ok. Tretje vprašanje? Tretje vprašanje, ok. Kaj bi te vprašal? Kakšne poglede imaš glede LGBT-ja in kaj te najbolj moti? Tak stigma glede njih. Ja, misliš stigma, kako ljudje na njih gledajo? Ja. Zdaj ta LGBTQ+, ne, kaj je zdaj že to? Imel sem ogromno debat tudi v svojih oddajah in v raznih gostih. Zanj smo sedela
z Zalo Klopšič, če jo poznaš, ki je zelo, viš, ne, ki je zelo drugačen, ni proti gejem, pa lezbikam, ni. Ampak ta LGBTQ to pa pizda lej ne mara in smo imela, to sem jo povabil, ker smo bila kontra. In debata je fantastična, ker smo razen, to me je pa presenetila, ne, te feministične zgodbe, to je pa rekla, ne, tu smo se pa dosti strinjala, ne, ampak glavnem tu smo bila res nasproti, ampak kaj je meni tu, mislim, gruntam, razmišljam, tuhtam, ne, ali so pri tem LGBT-ju naredili kakšno greško, da jih ljudje tako narobe dojemajo večkrat, ali so ljudje tako zaplankani, ne, kdo je tu naredil, ker neka napaka se je tu mogla zgoditi, ne? Da ljudje še vedno narobe gledajo na poslanstvo, na bistvo, na point, ne? In od Parad ponosa in tako naprej, ko se Zalo tudi to razglablo. Ne? In mogoče to me moti ta, veš, ljudje so čustvena bitja in reagirajo na prvo žogo. Ne? Zdaj vidiš ta referendum, ko je bil, to bo šlo ven, ko bo že to za nama, ne? Ko vedno prije gor ta slika te punce, ki doji tistega psa in to je zdaj vedno neka debata. Ja, to pa ne veš, ampak ljudje to je manipulacija. Ja. Ta slika je manipulacija, jaz to punco poznam, v podcast ne upa, to mi je zelo žal, če nas gleda zdaj, to ni vredno, da ne upaš, ker reka, da on će imeti še več pozornosti, ko je že ima, ne? Ja. Ampak hočem reči, ne, se prašujem, pizda, to se ne bo nikoli spremenilo, to moram mi navediti. Ja. To se moraš ti zavedati. To se ne bo nikoli spremenilo, ker določen odstotek ljudi ne bo nikoli sprejel gejev, lezbik, posvajanja otrok, spole, te družine, une družine, Parad, nikoli. Pa bo lahko minili milijardo let. Ne? Jaz sem zelo vesel, da mnogi ljudje so to sprejeli, da to ni več tak tabu, da zdaj ne kurijo pizda več gejev pa lezbik na grmadah. Imajo še pa vedno ogromno težav. Jaz vem, da čeprav misliš, kako je to odprto, pizda danes priznati, da si ti gej, biseks, korba boš imel probleme. V službi, s prijatelji, boš imel probleme. Ja. In dokler boš ti imel probleme, so očitno te stvari še vedno potrebne, da se dogaja. Zdaj pa te manipulacije, ne? En objavi, ja, pa v vrtcu, pa v šoli to posiljujejo z učbeniki. Pa kje je ta učbenik? Ja, to sem jaz, kje si to videl? Ja, tam not, pa neko stran, da pa čakaj, kje je to bilo? Pri nas? Ja, en mi je rekel, da je to, pa kje imaš, ne? Veš, hočem reči, ne? In potem se to začne, to sovraštvo, ne, da LGBTQ forsira to, da nas posiljujejo in tu prije potem do šuma v komunikaciji. Ne. Ja. In jaz si želim, da bi se enkrat pizda za mizo usedli neki pametni ljudje z tega in onega pola in bi te govorice razpucali. Zdaj pa takle, učbenik, drugi razred, kje je to? Zakaj to ni? Dajmo razčistiti. Ta ženska s psom, ampak tega noben ne naredi. Ja. Ne? Ja. In je ta kurčeva manipulacija se pol zgodi in ljudje pol to začnejo sovražiti. Ljudje tisti, kar je nekaj drugačnega, če se bojijo, to sovražijo in ne marajo. Ampak to mi je žal, no. Po drugi strani, ne, so pa potem LGBTQ zgodbe, so pa jezni, normalno, da so jezni, pizda, ne. So pa tudi včasih malo glasni, malo agresivni, ker jih razjezi in pol imamo pizdarijo. Ja. In tudi oni bi mogli kdaj morda stopiti korak nazaj, pa to skomunicirati lepo, ne. Ampak ne vem, ali to ne gre in to je skozi problem. Ja. Ljudje imajo v glavi, da jih LGBTQ posiljuje, da jih jebe v glavo, da nam bo pokvaril vse otroke. LGBTQ ima v glavi, da bi jih ljudje najraje pobili in to je začaran krog. Ja. No, kaj pa ti, kako bi ti to rešila? Če smo že to vprašala. Če se strinjam, da bi mogoče včasih res vsak mogel en korak nazaj. Ja. Jaz razumem, da tudi kateri z LGBT imajo malo preveč grob pristop do določenih stvari. Pa tudi provocirajo, ne? A veš, pač. Ampak je pa po drugi strani logično, ko si ti leta in leta bil dan na stran, še kar te ne sprejmejo za neko tako banalno stvar. Pač zakaj tebe zanima, s kom sem jaz posle? Veš, tak. Ja. Ne vpliva na tvoje življenje, ne vpliva na tvojega otroka. Tak doben otrok, res doben otrok ni bil. Jaz, ko sem del tega, mene učbeniki, ne vem kajkoli, čist niso vplivali. Jaz sem sama ugotovila. Pa nikoli ni bil preveč tega, premalo tega, kajkoli. Pač in tako večina tudi otrokov. Nekaj se gledam, jaz sem se prej odzala, da smo se menili z neko, pa kaj pa je narobe, da otrok v osnovni šoli ugotovi,
da ni samo ene družine. Ne? Ful je lažje. Kaj je problem? Če to obstoja, če to je že, zakaj bi to mogli skrivati? Tako pač je. Ja, vse bi mogli tudi, pač, ko so recimo samo enega starša imajo, tudi take družine dajte v odspredje. Pač vse obstaja. Ampak ljudje imajo v glavi, da če boš ti otroku rekel, da obstoja družina z dvem moškim, da bo on postal gej. Ne. To imajo ljudje v glavi. To tako fizično ne gre. Ampak to ti pravim. Pač, če se kdajkoli meniš z osebo, ki je v tem, ti pove, da tako to ne funkcionira. Če bi se mi lahko odločali, kaj bomo in kaj nam ne bo všeč, to ti pravim, bi se marsikdo drugače odločil. To ti pravim, ampak zato, če še enkrat se navežem, to je zelo zafukana tema, ampak res, jaz rešitve tu ne vidim, ker to bo skozi problem. Skozi bo problem, samo se mi zdi, lahko bi delali na tem, koliko boš sprejel. Pač, zato do parado ponosa pač en dan je. Res en dan je. Zakaj tisti, ki niso verni, se ne pritožujejo za veliko noč? Tak. Ta parada gre res na kurac folku, še vedno. Po tolikih letih, jaz sem bil parkrat. Se ne rabiš biti tam. Jaz sem bil parkrat, ker smo vdajo snemali, jaz sem to že razlagal takrat v onem podcastu. Mi je bilo prav tisti, veš, ta feel good vibe, ko neka pizda ta berlinski rave festival, razumeš, ta sproščeno, ljubezen, drugo, ne. Pa so pa seveda provokacije, pa guardual, pa lej. Ampak ljudje vse preveč radi posegajo v življenje drugih, v obnašanje drugih, v postelje drugih, kot si sama rekla. Čeprav se to v končni fazi ne tiče, ampak ljudje imajo v glavi, tako sem ti rekel. Če bo otrok videl dva moška, bo gej. Če bo punca videla dve mamici, bo lezbika. Zakaj imajo to v glavi? Ne vem. Imajo pa. Ampak tisti, ko so ponavadi najbolj glasni, imajo sami največ teh okosnjakov v omarah. Ja, ponavadi. Mnogi filmi tudi dobro o tem govorijo, pa je pizda bil največji homofob, pa bi vse geje pobil, a pizda v resnici si je fante domov vozil. To je vedno, pa je en šimf od tega, ta vara, pizda sam, pa ni nikoli povedal, kaj je delal doma. Taki, ko so najbolj glasni, se mi zdi, da imajo največ svinarije, skrivajo. Ampak, tako sem ti rekel, jaz rešitve, iskreno rečeno, je ne vidim. Po mojem, da rešitev je preveč tako obzorna zadeva, ker vedno bo to, tako kot si rekel, pač ne more spremeniti, tudi nove generacije so proti temu, za to, ono tretjo. Ampak se mi zdi, da bi pa lahko delali res na tem, koliko boš pač sprejel. Mislim, na koncu dneva, jaz tudi, če ima nekdo drugačen pogled kot jaz, ga sprejmem kot osebo, tako da minimalno, kaj bi lahko pričakovala od te osebe, je, da me sprejme. Jaz ne pričakujem, da boš ti spremenil. Mi smo še vedno manjšina. Tako nikoli ne bomo mi prišli na prestol, pa bilo nas povsod, pa bojo tvoji otroki pogledali levo in desno, pa bojo vsi pedre. Ne, tega nikoli ne bo. Manjšina smo. Ampak da ti sprejmeš to manjšino, pa si tako, vse tvojemu otroku lahko poveš, to je to, tako zgleda to. Otrok preko slej bo vedel o tem. Tako tudi, če ne bi bili učbeniki, če ga ti nikoli ne boš poučeval, ti nisi v šoli z njim 24/7. Pa bojo se med sebe pogovarjali. Ampak recimo, gledaj, tudi ta štos, to sem tudi takrat debatiral z Alo, vidiš neka modna revija, pa en pride gor v tem tvojem prefukenem stilu in pol kar se vsujejo komentarji, kam smo prišli, kot da je zdaj to pizda moda, ki jo bo zdaj vsi oblekli. To mi tudi ni jasno, pizda, pa niti pri teh videih se mogoče ne vprašati, zakaj se je zdaj ta obleko, ne vem, psa, pa hodi po ulici, kaj če je to kakšna fora, kaj če je skeč, kaj če je film, se ti ne veš. Ampak komentarji, kam smo prišli, kaj je zdaj z moškimi, zdaj vsi lajamo, kot da bo zdaj jutri to, pa tudi če bi vse zadnje bil, ampak ne bo, dejstvo, to je eden bil, pa tih je 10, ampak ljudje se tega tako ustrašijo, kam smo mi zdaj prišli. Meni je to isti princip kot jaz, kak se jaz oblačim. Če jaz grem po moji vasi, sem edina, ki se tako oblači. Zakaj doben mi ne reče, kaj mi je šel ta svet, zdaj se vsi v črno oblačim. Doben tega ne reče, zakaj pa zagaja potem rečeš, ko vi ženka? Ne? No, se ti pravim, ampak tu se potem zamisliš. Tu veš kaj, jaz sem pač tu bolj liberalnih nazorov, nimam s tem težave, sam res mi pa nim, ampak jaz se meni z ljudmi, ne boš to spremenila, ker ne gre. Ker imajo v glavah določen sistem. Ja, ne moreš, vse to se zavedam, ampak pač. No, ampak edino, kar pa me pa moti, bom rekel iskreno, pa nekako pogledaš, pa ti na to, če smo že pred tem, pa zaključma s tem, to veš, otrok se rodi, nima spola, sam se bo odločil, kaj bo.
Te so mi pa mal čudne. Okay, In pol razumem ljudi, zakaj so jezni, če nekdo s tako bedarijo pride ven. To pa to mi je pa traparija. To se jaz tudi strinjam. Pač ti, ko si rojen, imaš biološki spol, si ženska ali moški. Bom pa dala, ne vem, jaz mojemu otroku, če ga bom kdaj imela, hočem, da ima ful odprto. Tudi isto za vero. Zakaj ti otroka krstiš tako? Jaz nikoli ni rekel, da bo. Ne se sam odloči, kaj bo. Tako da isto za to bom jaz dala za vse, da pač sam se odločiš. Sam kaj boš se. Da mi ne nekaj pač čist banalne, crazy fintlice. To ne, zato ker sem tudi tako pretiravajo določeni, ampak tako na normalnem spektru, če se bi rodil kot fant, pa se bi počutil bolj kot punca, komod te bom podpirala. Ampak je pa na te balansu pač. Če se tudi počutiš, kot da ne čist padaš v dobeno, ker se ne počutiš kot ti, tudi te sprejmem. Ampak ni to moda, ni to modna muha. A se res tako počuti, ali ni to modna muha? Zdaj imaš ti možnost, moški, ženska, pa obkrožiš nebinarno, ne? Tako bom rekla, bi mislil marsikdaj, da je modna muha, dokler se ne meni z temi osebami, pa ti povejo same, kako se počutijo, kako so videli, kako so njihovo otroštvo dali skozi, pa si tako, to ni modna muha. Ker ne mogoče, da se ti tako počutiš, tako se vidiš, pa je to tako, to dajem za trend. Bom rekla, nekateri zjer za trend naredijo, vse marsikaj kdo naredi za trend. Ja, pač v objavi, dobro, to je drugo. Ampak tako pa se pogovarjaš s temi osebami, pa vidiš, pač, kako so šli skozi njihove stiske, pa da se potem res najbolj počutijo to. Pa kdo sem te jaz, potem da jim rečem, ne, tako pa ne. Če se zdaj boljše počutijo, super. In potem ne vem, jaz vse sprejemam. Viš, kaj se pravim, ljudje imajo s tem hude države, ne? Sprejemanjem tega, da zdaj pa nekdo hoče biti ženska, bo pa moški. Pa imajo argument, en je pa rekel, da bo kaktus, ne? Ampak to je rekel ne? Zakaj je to rekel? Ker je pač se zabaval, ne vem karkoli, ampak ne, se pravi, zdaj se pa definiram kot kaktus, ne? Ne? In pol, ampak hočem reči, ampak ravno take fore pol vedno pridejo prav pri tej provokaciji, ker ljudje pa so neko čustveno bitje, ne? In rečejo, kam smo prišli, da lahko si zdaj kaktus, ne? To so teti, ne? In to pa vse narobe, ne? Noben pa ne bo, tako si prerekla ti, se pa postavil v glavo nekega, ki ima res težavo, ne? In se sploh ne zaveda, kak proces je, mi še kaj tak spremembo spola, ker takle gre. Urac. Veš, ko skaj vse moraš ti, predno sploh zdravnik ti to naredi. Skot kaj vse ti moraš iti, da ugotovijo, če ni to nek tralala, ampak da si res nesrečen. To niso heci, ne? To niso heci. Mislim, že ti se moraš zavedati, da potem, kako bodo imeli ljudje pogled na tebe. Starši ni nujno, da te bodo sprejeli, prijatelji ni nujno, da te bodo sprejeli, zdravniki, bodimo realni, medicina danes je tako malo povsod, da sploh, če boš prišel na tretmaje vredi, zdravila, da boš dobil to, kar potrebuješ, terapeuti, da bojo vredi in te ne izkoriščali. Misliš, da bi nekdo šel skozi vse to samo zato, ker to je trend? Dvomim. Ne, to je sigurno ne. Tako da. Ta mal bosa, ne. Mis sin Kant, ta Kant, veš, kaj pomeni Kant? Kaj? Kunt. Kaj to pomeni? Preved, kaj? Kurba, ne? No, kaj pa porečeš o tem vzdevku svojem, ne? Prvo kot prvo napisano je K-U-N-T. Nekaj, gled, bič je cool, ne? Bitch is back, ne? Kant, Cund, ta pa je... Jaz bi temu rekla, jaz vzamem nazaj to ime. Zato, ker v LGBT-ju tudi dosti krat rečemo, to je kunt kot dobra stvar. Ne kot slaba stvar. Se pravi, ima dobro konotacijo. Tako diva. Diva tudi, ne? Diva si lahko diva, kot pač, da si malo tečna, lahko pa si diva kot dobro. Tako da tu je v dobrem. Ne bomo govarjali, ne? Kant je pa tudi filozof bil, ne? By the way, ne? Res? Immanuel Kant je eden izmed glavnih filozofov in je tudi bil Kant, ne? Ampak kako pustimo. V glavnem, zadnjo vprašanje, preden se poslovimo, kdaj ste zadnje seksali, pa kak je bilo? Nedolgo nazaj pa ni bilo kar nekaj dobro. Mislim. Kaj, z moškim, z žensko? Z moškim. Kaj pa je šlo narobe? Kaj? Si ni potrudila? Slabo lizol? Ne, tako kot sem rekla, mogla sem mu jaz povedati, kaj naj počne. In to se ne bi smelo zgoditi. Pa moški mora vedno žensko prebrati. Kaj ima rada? Ne, se pa ti jaz povem. Samo če potem ti moram še dati navodila med tem, pa tako malo, to te matra, Če sem ti povedala že na začetku, potem še ti moram navodila dati, kaj še ti naj naredim. Se nisem avto, ki ga moraš razšrofati. Pa nisi vedela, da bo Zendrek, predno si šla z njim. Glej, upanje umre zadnje. To je pa res, ne? Ti z mano bi bila ti v zvezi? Ne, prestari si. To ne bo dolgo zdaj. Dame in gospodje, to je bila
mis sin Kant, ki pojma nima, kaj govori. V bistvu, Tukaj prije prijemek not, veš. Ne vem, s kom ima upravka, ampak dobro, pustimo to. V glavnem, tvoj zadnji stavek za najne gledalce, po katerem se te bodo spominjali še leta in leta, je Moj kaj? stavek. Ja, ali stavek, ali misel, ali ne vem. Poleg tega, da sem jaz Če te prestar ne za tebe. najebe, Ja, financira ali pa hrane, ni pomembno, kaj si misli o tebe. Ta je močna, veš. Tam je zelo všeč. Ta je res močna, veš. In punce, drage, če bi več vas to upoštevalo, bi marsikera počela marsikaj, kar zdaj ne počne, ker je vedno ta veliki stavek, ne? Kaj bodo pa drugi rekli. Ne? In ta kaj bodo pa drugi rekli, vedno uniči ogromno sanj, ne samo pri puncah, tudi pri fantih in pri komorkoli. Tako da dejte početi tisto, kar vas res veseli, ne? Če ob koncu še zafilozofiram. Ne? Ja. In tisto, kar vas izpolnjuje, v čem čutite strast, ta passion, ne? To je pomembno, ne? Da imaš do neke stvari strast in to fucking počni. Ne? Ker če ne boš to delo, boš celo življenje nesrečen, čeprav mogoče ne boš tega pokazal, ampak globoko se pizda boš vedel, da to ni to, zakaj si na tem svetu. Ne? Pizda, sem pameten. No pa da te še izzovem, predno res zaključim, ker te moram. Ne? Za zvezo sem prestar, si rekla, kaj? Ja. Kaj pa za... Tudi. Jaz sem rekla, da imam rada mlajše. Se čujemo, ne grem, ne bom, Čavči. nič čavči, ne, sama bom pa, da te vidim, kaj boš delala, ne? Ko gre stari stran, ne, fuck, pizda, Pridite na mojo predstavo.